Kaj se je potem zgodilo tega leta 2023, da si ti zamenjala frizuro? Lahko malo več poveš? 2023 sem zvedela, da imam novembra meseca, da imam raka dojke. Ja, in smo zbrali vse moči, potegnili vso energijo, kar je imamo, ne? In rekla sem, gremo, to bom jaz podelala, sploh ni druge. Miki, lepo te prosim, sam tega ne naredi. Sam ne mi odpovedati nastopov. To mi ne more škoditi, dobra energija ne more škoditi. No, Tanja, ampak zavedaj se ene stvari. Zdaj si ti nula. Tako direktno, veš, drito. Nihče se ne ukvarja ne s Foxy Teens, ne s koncem Foxy Teens, ne s tabo, ki bi ti rada nekaj šla solo. To nobenega ne zanima. Ti si pozabljena, pozabi. Ti greš popolnoma od samega začetka. Jaz bi vas prav lepo povabila, da si ogledate naš pogovor, ker so taki iskreni, življenjski, srčni pogovori vredni ogleda. Zelo sem vesela, da ste me povabila in z največjim veseljem bom še kdaj prišla, ker vsega pa še nismo povedali, čeprav smo zelo veliko govorili. Povabilo v ogled Smart Talksa. Lep pozdrav vsem skupaj v današnji najnovejši epizodi Smart Talks. Danes pa gostimo eno čudovito osebo, ki je nas zabavala in še zabava na odrih. Mislim, da bo zelo zanimiv pogovor. Pričakoval sem jo v neki drugi frizuri, dolgih rdečih, oranžnih laseh. Danes pa zgleda čisto drugače. Z vami in z nami je Tanja Žagar. Živjo, Tanja. Ja, živjo, lep pozdrav. Ja. Hvala, ker si prišla v Toti Maribor. Z veseljem sem prišla v Toti Maribor z novo frizuro. Za drugačno barvo las, ne? Ja. Kot si ti pričakoval. Ja, jaz sem ti pričakoval s takimi dolgimi, oranžnimi lasmi. Bilo je nekoč. Bilo je nekoč. No, kdaj si imela nazadnje takšno frizuro? Koliko si bila stara takrat? Nazadnje sem jo imela, se pravi decembra 2023. Aha, še. Potem je pa počasi začela, ali pa mogoče še januarja 2024, pol je pa začelo odpadati. Pol smo pa kar pobrili. Mi to sem imela domačega frizerja, mojega Mikija, je rekel, te bom kar jaz, nismo nič komplicirali. In on mene pobrije, ne, ker tako je to že vse tako ven letel, zaradi bolezni seveda. In pol pogledava, ne, in jaz pravim, pa prav lušna sem takole, taka pleška, ne. Prav on, dobro sem ti frizuro naredil, ne. Tako da sem rekla, vse za nekaj dobro, če ne bi do tega prišlo, nikoli ne bi vedela, da imam prav lušno glavico, ne. Ja, ker nikoli ne bi bila brez las. Ja. Ja, tako da hočem reči, iz vsega je treba malo tudi potegniti dobro, pa se malo pohecati. Oziroma jaz sem tak človek, ki bolj funkcioniram na ta način, da na štos obrnem, pa je pol meni lažje. Ja, jaz sem tudi tak, ne. Ja. Jaz, če sem frustriran, jaz probujem to s hecem reševati, ne. Tako, No in kaj se je potem zgodilo tega leta 2023, da si ti zamenjala frizuro? Lahko malo več poveš, ker Sicer sem jaz o tem že ne sledim jaz toliko, Ja, veš, pa me zanima. Pa mogoče drugi tudi Ja. nekaj gledajo ta Sicer sem podcast. že dosti zgovorila, Ja. ampak absolutno ne, to je tema, ki me bo spremljala celo življenje, nič takega. Preden gremo naprej, majhna prošnja. Ocenite podcast, lajkajte in se naročite na Smart Talks. Vsak nov naročnik in ocena nam pomagata, da še naprej ustvarjamo pogovore, ki navdihujejo in premikajo meje. 2023 sem zvedela, da imam novembra meseca, da imam raka dojke. Potem se je začelo zdravljenje, kemoterapija, zelo po hitrem postopku. Ja, in smo zbrali vse moči, potegnili vso energijo, kar je imamo, ne? In rekla sem, gremo, to bom jaz podelala, sploh ni druge. Absolutno je bil hud šok, ker tega ne pričakuješ, mislim, to noč ni bolelo, noč tako. In lahko rečem, da je bila ta diagnoza, no pa to obdobje te bolezni, v bistvu velika preizkušnja za ta moj optimizem, ki sem ga jaz vedno osebno nosila, ne. Ker marsikdaj kdo mislil, pa dobro, skozi dobre volje, tako pa kdo pa kako lahko pa, ne. In ja, priznam, da je bil to res preizkus, ker v taki situaciji ne veš, kako boš reagiral. Tudi jaz prej, ne, da bi mi en rekel, če do tega pride, kaj ti misliš, kako boš, ne mogla reči, ja, bom heroj, bom lahko, ne moš reči, ne veš, ne. No, pol sem pa rekla, Tanja, očitno sta mami in nati res tako opravila tole delo in ti vlila toliko ene življenjske volje in optimizma, da je to globoko v meni, da tudi taka stvar, no,
nisem pustila, da bi me dotolkla v tem smislu, da bi se predala, da ne bi našla več te moči in lepote življenja, ker pač je in je bila. Čeprav sta bili 2 leti zdravljena, no, saj sem tudi zdaj, to je dolgotrajen proces, tudi zdaj še neke stvari so, no, ampak tako v teh 2 letih tudi mi je bilo lepo. Jaz ne moram reči, da jaz nisem imela lepo življenje. Lepo je bilo, mi smo se imeli krasno. Jaz sem takoj rekla, Tanja, živeti moraš dalje in ne preveč spreminja zdaj tega svojega življenjskega stila, ker življenje teče dalje. Mislim, jutri je novi dan, ravno ko se bomo zbudili, šli vrtec, šola, obveznosti naprej, kuhati, prati, likati, pospravljati. Mislim, ne? Ja, seveda so se neke stvari malo omejile ali pa skrše ali pa prilagodile, ne? Ker sem bila tudi vmes šibka, teloni, zmogla vsega, kar je lahko prej. Ampak kar sem pa lahko, sem pa rekla, živimo dalje, brez kakšnih prevelikih sprememb. No. In sem v bistvu zelo hvaležna Mikiju, ki je v prvem momentu hotel kar vse nastope za 1 leto naprej odpovedati. In sem jaz rekla, Miki, lepo te prosim, sam tega ne naredi. Sam ne mi odpovedati nastopov. Jaz si želim iti, jaz bi rada bila med ljudmi. Jaz hočem biti tam, jaz bom videla polnega življenja, enih nasmehov, žurerskih ljudi, ki bodo hoteli plesati, žurati, se lepo imeti, prepevati. To mi ne more škoditi, dobra energija ne more škoditi. In jasno, po posvetu z zdravnikom, ki je rekel, ni razloga, da ne bi šli, če se vi v redu počutite, pa če zmorete, sem se pa odločila, da jaz bom naprej pela. Malo me je vmes ustavilo sicer to, da sem popolnoma izgubila glas, zaradi refluksa, ki se je zgodil. In prvič se mi je takrat v življenju zgodilo, da nisem mogla reči niti da sem ostala s posle. Lej, jaz tudi, veš, včasih si v kaj hripo, ampak pa že rečeš. Ne A, ne B, ne žnjo, ne nič. Mi je bilo zelo hudo, so pretekle tudi solze, ampak tako pač je bilo. In sem mogla par nastopov odpovedati, no, pol smo pa lepo počasi dalje. Pa smo tudi to prebrodili, tako da žagam dalje. Žagam dalje. No, omenila si solze, da so pretekle. A so pretekle, kdaj solze, ko si bila sama, ali si znala to skrivati v sebi? Mislim, težko se je res postaviti v vlogo, da dobiš neko tako diagnozo. Čeprav danes, mi smo že imeli v enih epizodah, pa koliko žensk dobi raka na dojki, zboli, diagnoza je bilo 1000 v Sloveniji na leto. Je bila takšna številka, ne vem. Je kar velika številka, ne. Čeprav zdaj noben to ne planira, ne. Zdaj pa, ko praviš toliko pozitivna, pa jaz te itak poznam, ne, že iz plakatov, tvoja energija, pa z oči gre ta pozitivna energija, ne. A si bila tak v solzah, ko si omenila, ne, zdaj treba nastop odpovedati, ne, ali pa ob tej diagnozi, da si kdaj sama zajokala, pa si rekla, zdaj pa je konec, ali... Mislim, jaz sem človek, ki mislim, da so čustva nekaj zelo lepega in da ni razloga, da bi jih skrivali in da bi jaz zdaj svojo žalost, nisem žalostna in požirala dol, to mislim, da bi mi škodilo. Tako da, jaz se spomnim, ko mi je tam v ordinaciji gospa zdravnica povedala, rekla, ja, lejte, to je rak, ne. In sem seveda obstala in se je samo od sebe pač ulil, ampak jaz sem čutila v sebi isto sekundo, ko sem sam pomislila, Tanja, sončka imaš 2 doma. 2 mala sončka, ker sta bila še mala, se sta še vedno mala. In mi je sam šlo, ti to boš, ni druge, gremo. Sem si sam tiste solze obrisala, sem rekla, bom, sama sabo sem se zmenila, tako pač funkcioniram in potem je to tako bilo. Hej, si želiš kariere, kjer te ne omejujejo stropi, ne? Kjer tvoj rezultat ni odvisen od politike v podjetju, ampak od tvoje volje, od tvoje discipline in tvojega karakterja. Popolnoma te razumem. Ko sem začel svojo pot, nisem imel ne poznanstev, ne kapitala, ne varne poti. Imel sem samo odločitev, da nočem povprečnega življenja in da bom delal, dokler ne zmagam. Danes pa vodimo sistem, ki ljudem, ki imajo voljo, disciplino in srce, daje vse, kar sem gradil iz nule. Znanje, mentorstvo, strategijo, orodja in predvsem okolje zmagovalcev. V Smart Money Solutions ne iščemo ljudi, ki bi malo poskusili. Iščemo posameznike, ki želijo zgraditi kariero v finančni zavarovalni industriji in zgraditi ekipo. Pomen
nekaj delati s pomenom in življenje, ki ga vodiš ti, noben drugi. Če čutiš, da si za več in ne iščeš izgovorov, ampak priložnost, potem je zdaj pravi čas. Obišči www.smiljanmori.si in klikni na sodeluj z nami. Izpolni vprašalnik in kontaktirali te bomo. Spomnim se momenta, takrat zelo v začetku, ko sva bila doma, otroka sta bila šola, vrtec. Ja. No, in ponavadi jih greva v določeni uri, sva šla iskat, ne. Zdaj sem pa jaz kar prej, že par ur prej, tako, greva po otroke, ne. Pa Miki, ne, pa ne še, pa ura je šele toliko. Ja, pa vseeno, daj 5 greva jih iskat. O meni tak nek nemir, ne. Ampak, kaj s tabo, se jih nikoli ne greva ob tej uri iskat, ne. Ja, pa 5 greva, pa bomo, pa zakaj? Pa jaz pravim, pa zato, da bomo skupaj. Pa se bomo pol skupaj, prav on, ne. Pravim jaz, pa ne, da bomo malo več skupaj in on je takoj zaznal mojo stisko, jaz sem bila takrat že na robu solz, ne. Rekel, Tanja, ne rabaš, ne tako, vse bo v redu. Zdaj si v dobrih rokah, pozdravila se boš, skrbijo zate in tako. In jaz sem takrat dojela, Tanja, prav ima. Ne zdaj te svoje stiske, pa tega svojega strahu prenašati še na otroke in zdaj boš ti vsak dan hodila prej po njiju v vrtec in šolo, zato da bomo mi več skupaj. A veš, da bom jaz to zdaj prenašala še na otroka in v bistvu njima kradla neke lepe trenutke zaradi neke svoje stiske. In sem si rekla, to ni prav. Ni okej, tudi še bolj bosta čutila pol neko zmedo pa to, nekaj, zdaj mami kar že v 12 visi tam, ne, to ne gre tako. In sem si rekla, to ne, živimo naprej tako, kot smo, z mano bo v redu, ker bom delala na tem in potem je tudi ta strah, no, pa ta občutek tega, da jaz moram po njiju hoditi prej, da ne bom zgubljala časa, kaj priložnosti, da sem z njima, sem dala stran, no, sem se znebila pol tega. To je dobra stvar, kar se je omenila, ne. Ponavadi, ko se kaj zgodi tak hudega v življenju, ali pa tudi zdaj jaz recimo, sem star 54 let, pa malo vrtiš film nazaj, ne. Pa se vprašaš, če ti je za čem žal, ne. Aha, no in? Pa ne vem, česa se spomniš, sam se tega, mogoče spomniš čas, ki ga nisi preživel z tistimi, ki so ti najbližje, ne. Tako da ta tvoja reakcija mi je čist normalna, ne, a veš. Ker vsem pa začutiš, a veš, v tem momentu, ja, ta čas, ker vseeno pri neki taki diagnozi je tisto vprašanje, a je dovolj zgodaj odkrit, ne, pa tudi, veš, v očeh ljudi, ki jim ti pol to poveš, hočeš, nočeš, ti vidiš tisto vprašanje, koliko časa. No, to me je zanimalo, a je, ker se težko postavi v vlogo nekoga, ki se mu to zgodi, a je v tistem trenutku eno, se pravi, diagnoza postavljena, najprej solze, potem moram fajtati, ker imam razlog, pa potem vseeno razmišljaš o nekem najbolj črnem scenariju, kaj pa če je konec, ampak ne veš kdaj. Mislim, razmišljaš o vsem, sploh zato, ker je tukaj družina, ker so tle otroci. Ne. To so bili stari koliko, pol 4-5? Ne, se pravi, Karlo je šel ravno septembra v 1. razred. A veš, jaz pa novembra za to zvedela, sem nekaj, Tanja, ne sme se zdaj v družini vse samo okrog tega vrteti, pa vsi pogovori samo o tem, pa tako, ker otrok ti je šel v 1. razred, on se že zaveda, on je že človek, spremlja dogajanje, odnose, njemu so stvari jasne. In jaz sem želela, da ima on lep spomin na ta vstop v svojo šolo. Veš, da to je zelo pomembna prelomnica za otroka. Če ima 1. razred lepo oddela, je vsem pol drugače tudi za naprej, ne? In res nisem želela, da zdaj posluša samo bolezen, gor, dol, mama, bolna, bolnica. Tako da smo se od tega na ta način udaljili, pa ne, da ne bi vedel. Bom gar tudi pol povedala, no, kako pa kaj, ampak tako, da ni bilo pa to zdaj 24 ur samo mama je bolana, pa ta rak, pa gor, pa dol. No, Marina je bila pa stara 2 leti, ne? Ja, 2 leti pa pol. Se pa še ni zavedala. Ne, ona je bila še mečkena, ne. In jaz sem vedela, ona tako ne bo vedela, ne bo se spomnila, ne, mislim, dober, misel recimo, na to me še zdaj tako odsmoh naredi, misel na to, ker si rečeš, da se slučajno bi karkoli pripetilo, da se te otrok ne bi spomnil, koga imam jaz neskončno rada, pa koga, mislim, to je grozen občutek, ne. Ja, vedela sem pa, ona se še ne zaveda, on se pa zelo, zelo, zelo zaveda, ne. Mislim, sigurno je situacija zelo drugačna v taki diagnozi
vedno je šok, vedno je tako, ampak a so tle otroci, niso otroci. Mogoče bi jaz tudi, če še ne bi bilo otrok, malo drugače reagirala tudi, kar se medijev tiče. Ker meni se recimo ni to zdelo nič, da bi bilo nekaj za skrivati. Bolezen, nekdo ima to, nekdo ima tisto, pač to je del življenja. Vsak ima neko težavo, pač pride do tega, žal, a ne. Tako da tudi nisem želela, da bi se to dojemalo kot neko sramoto. Ne. Se je pač zgodilo, zgodi se lahko komurkoli, pa nikoli ni pravi čas za to, ne. Nikoli ni pravi čas, da reče, zdaj je pa tale diagnoza kar moment najdla, ne. Tega ni, ne obstaja, ne. Ampak to pravim, če ne bi imela otrok, bi po mojem tudi glede na to, da sem v medijskem svetu, da se s tem ukvarjam, kar prej jaz to povedala, tudi prej brez lasulje hodila naokrog. Tako pa sem vseeno malo gledala, veš, greš po otroka v šolo, ne morem jaz tam pozornosti vzbujati. Plešasta, pa da pol dam breme temu otroku, da ga sprašujejo, zakaj pa tvoja mami plešasta, pa mora on pol to tam razlagati. Vseeno takrat gledaš predvsem na otroke. No. Tako da zato sem pol malo dlje počakala tiste pol leta, s tem, ko sem pač javno tudi pol povedala. Vedela sem pa takoj na začetku, da tega skrivala ne bom. Mislim, se tudi ne moreš, ne. Roko v srce, kako boš bolezen skril, ki ti odpadejo lase, pa trepalnice, pa obrvi, pa to ne moreš, ne. Pa tudi ne bi hotela. Nič tazga pač. Kaj pa poveš sploh otroku, če poveš? Jaz sem tudi zdravnika recimo vprašala, kaj vi mislite, kaj predlagate, kako to otročkom, ne? Pa je rekel, lejte, resnica je vedno najboljša, ne? Pa sem rekel, to se pa strinjam. Pozno pa šla domov, pa sta prišla ona dva en dan šole iz vrtca, sem jo takole posadila v naročje, veš. Pa sem rekla tako, vama moram povedati, jaz imam bolno dojko, in zdaj bom več pri zdravniku, imela bom zdravila, zaradi teh zdravil me bo kdaj tudi malo slabo, pa se bom mogoče malo slabše počutila, pa bom mogla malo več odležati, ne, pa boste takrat bolj zatim okrog šivali, pa tako. In ona dva sta poslušala, ja, veš, jaz sem vedela, da slejka prej moram povedati, ker bom ostala brez las in se ne moram nekega dne pojaviti doma in ona dva prijeta domov in jaz tam brez las, to se ne gremo tako, ne. In sem rekla, veste, morate vedeti, imam ena taka zdravila, ki bodo povzročila to, da bodo imeli lasje izpadli, ne. Zdaj tišina in Karlo prav, a vsi lasje ti bodo izpadli? In pa sem jaz rekla, Karlo, lej, jaz mislim, upam in želim, da mi bodo vsi izpadli, res vsi, zato ker to pomeni, da bom jaz pol hiter zdrava, ne, veš, tako malo v smislu filma Življenje je lepo, ne. Tako da se prav veselim tega, da mi izpadejo, sem rekla, in zdaj bomo mi skupaj čakali, kdaj se bo to zgodilo, pa bomo gledali vsak dan, pa tako smo malo naredili iz tega, ne, tako šov, ne, ali kaj že. In potem smo čakali in sem jaz tudi pokazala, vidiš, da grejo pa že ven, takole sem si čopke ven malo vlekla, da sta videla in tako. In potem ni bilo nobenega nekega šoka, ko me je Miki pobril, sta prišla domov, sem me tako pogledala. Karlo je pretekel, a lahko glavo pobožam, to mu je bilo vlazno zanimivo. Ja, verjamem. Ja, seveda, ne, me je božal, ta mala, ki je bila pa še tako kmetskana, pa tako med vrati obstala, veš, tako gledala, pa tako glavico nagnila. Mami, nimaš laskov? Sem rekla, ne, zdaj pa nimam laskov. Pa sem si podala lasuljo gor, pa prav, mami, imaš nove laske? Sem rekla, ja, zdaj imam pa nove laske. Pa spet nimaš laskov, imaš nove laske. Tako je bila luškana. Zmedena, verjetno. Tako luškana, veš. Pa tako. Je bila pa že pol pomlad, že proti poletju šlo, je bilo pa vroče. Tako ti mi rekla, pozim, je ta lasulja v bistvu super, ker ti gre glavo, kad dokler nisi brez las, ti ne veš, koliko zebe v glavo, ne. No, pa jaz pridem en dan iz kleti gor, neke škatle sem nosila in tako tisto lasuljo zagrabam in sem rekla, koliko je meni vroče, jam znorela in tako fliknem uno lasuljo tja, ne. Pa tako Karlo pogleda pa prav, mami, pa saj ne rabiš. Skratko. A ja, aj ne rabim? Rekel, ne, saj ne rabiš lasulje. Sem rekla, Karlo, veš kaj, če mi pa ti rečeš, da ne rabim lasulje, se je pa ta trenutek od nje poslovim, sem jo vzela, dala v škatlo, bamf, zaprla in je več ni bilo. Kapco s šildkom ali pa tudi brez, na nastop sem še dala lasulico gor, da ti skratek čas, preden sem še povedala. In je bilo to. Tako da otroka sta mi jasno in moj Miki, ki je bil s kosom meni in z mano in na vseh pregledih in me vozil na kemoterapije in hodil iskati in to. Ni to tako samoumevno, kot bi človek mislil ali pa kot sem jaz mislila, da je. Ker meni je bilo to tako nekako logično.
seveda, skupaj smo radi, se imamo, ljubimo vse, narediš vse. Pol, ko sem pa zelo veliko zgodb slišala iz onkologije, ko so mi ženske recimo povedale te svoje zgodbe, veliko parov to tudi zelo razdvoji, grejo tudi na razen. Enostavno so rekle, moški ni zmogel, pa spet ni za obsojati. Ne moreš nobenega obsojati, vsak po svoje doživlja. Mislim, jaz si res želim, da taka bolezen ne bi bila razlog, da bi ljudi razdvajala. Želim, da bi bila razlog, da bi jih še bolj združila. Ker jaz lahko rečem, da naju je sam še bolj povezala ta izkušnja. Ne. Tako da to bi res želela vsem. No, ampak Misliš, da je lahko to ena taka preizkušnja? to je preizkušnja. Če se zgodi neki tak dogodek, bolezen, pa to razdruži par, mogoče bi ta par že prej kaj razdružila. Sam je bil potreben en frustrirajoč dogodek, da nekdo najde razlog, ali je res to ta bolečina, da ne moreš sprejeti, da se boš mogel fajtati z nečim. Imam eno izkušnjo z gospo, ki mi je rekla, ki mi je povedala ravno to, ne, da sicer takrat sta potem se razšla, ampak v bistvu, da je bilo že daleč nazaj. Mogoče čas. Bi bil čas tako, da bi se razšla, ampak je pač ravno potem to bilo, pa sta potem dokončno. Ne. Tako da zdaj, težko je za druge govoriti, niti ne želela za druge govoriti, se razumemo, ker ne poznam. Ne. Težko razložiti, ja. Težko, zdaj, ali nekoga res to toliko strese, da pač ne more, ne prenese, ne gre, ne vem. Nisem v tej vlogi, jaz sem bila pač v vlogi ženske, ki je bila diagnosticirana s to boleznijo in poleg vsega, da sem imela k sreči in hvaležna sem do neba partnerja, ki je to zelo lepo sprejel in ki mi je tudi rekel, Tanja, tudi če bi bilo treba, tudi če boš popolna odstranitev bila potrebna, ti si zame enako lepa, jaz te imam enako rad, sploh se ne sekiraj. Mislim, pa kaj se lahko želim. Se to jaz mislim, ne, da če je bila neka ljubezen, pa brezpogojna, pa se zgodi bolezen, lahko samo še poveča to ljubezen. Ne. Ja. Ker dobiš mogoče večji razlog, zakaj bi še užival, pa ne veš, koliko trenutkov ti je štetih. Jaz imam en primer ene punce, ki je včasih delala pri nas. Pač se je tudi zgodilo, da je nekaj se natipalo, pa je morala iti na pregled. In je mož odpeljal na pregled na onkologijo v Ljubljano. Ko je prišla ven iz onkologije z diagnozo raka, se je usedla v avto na Trojana in je rekel, da se ločuje, ker ne bo zmogel tega pritiska. Jaz sem bil tak besen, ki me je klicala, da če bi ga v tistem trenutku dobil, tega njenega moža, kaj jaz se nisem znal povedati za njega. To mi je bilo, a si zamisliš to? Mislim. To res hudo, to so res težke stvari, težke Ampak veš, ko mogoče ne moreš, ker mislim, da to tudi, to, kar ti je Miki rekel, tudi zahteva močnega moškega, veš. Seveda, pa res veliko te ljubezni. Zdaj posluša, škoda ne sediti. Ljubezni in pripadnosti in teh čustev močnih, ne. Mislim, prelepo je to čutiti, ne. Jaz bi res želela, da bi vsak človek začutil to povezanost. No, pa vidva sta tudi šla skozi kar hude stvari, ne? Že prej, skozi marsikaj, tudi zaradi tega, ker sta oba izpostavljena. Tako da se mi zdi, da mogoče take stvari že prej sta znala lepo reševati, ne? In skupaj skozi to, ne? Bi bili že prej razlogi, ki bi lahko se tudi midva v bistvu rašla. Ja, so bili, je kar bilo razburkano pri nama, glede na to, da tudi je ta najin odnos malo drugačen, ne, kot vsak, ker sva pač prej delala skupaj, bila zapravo sodelavca, on producent, menedžer, jaz izvajalka, poznava se od praktično vse življenje, lahko rečem. No, več o tem, ker zdaj ne bo časa za vse, ampak več o tem tudi partnerskem odnosu napišem v svoji knjigi. Je napisano v knjigi Tej zaljubljeno v življenje. Ampak veliko je bilo takih enih momentov, ki bi lahko počeli. Pa ni. Pa smo šli tudi čez to, se vemo, ta medijski svet ne prinaša marsikaj. Ne samo lepega, ogromno lepega, ampak tudi stvari, ki se ne vidijo. Tako, se pa čutijo. Ja. Se pa zelo močno čutijo in tudi takrat pred leti
je bilo marsikaj napisanega tudi o tej najni zvezi, ker sem še jaz debelo gledala, ne. Ampak to mene, mislim, sem si rekla, Tanja, kaj boš, v ta svet si vstopila, veš, da prinaša tudi to, gremo dalje. Jaz imam eno veliko tudi srečo, sem zelo stabilna oseba. Nikoli nisem bila labilna. Jaz imam svoje mnenje, svojo špuro, jaz, če mnenja slučajno še nimam, bom prespala, pa ga bom dobila. Tako sem bila tudi naučena, Tanja, vedno si izoblikuj svoje mnenje, da ne bodo drugi usmerjali tvojega življenja. Svoje življenje moraš usmerjati sama. In če že narediš napako, da jo zato, ker si zaradi sebe, ne da drugi naredijo napako zate. Ne? Tako da, in vedno imam res v glavi to, da absolutno ni najbolj pomembno, kar si drugi mislijo o meni. Ker si v vsakem trenutku vedno lahko mislijo karkoli. Pa lahko jaz delam še boljš, pa sem še bolj, ne vem, in sploh. Nekdo, ki želi, bo lahko vedno mislil tudi slabo, recimo, ne. Torej, ni najbolj pomembno, kaj si drugi o meni mislijo, ampak kaj si jaz mislim sama o sebi. To je pa zelo pomembno. Zato, ker jaz se moram pa zvečer vleči v poslo in z vsem, kakšna sem, kako sem se obnašala, kako sem reagirala, se odzvala in tako naprej, z vsemi temi svojimi zgodbami in izkušnjami, mirno zaspati. Super. In ker jaz moram mirno zaspati, želim mirno spati, poskušam živeti tako, da je meni v redu dobro, da vzpostavljam neke lepe odnose, ko pa začutim, da se lahko vzpostavlja tudi kaj negativnega, sem pa se tudi naučila reči stop, ne, ti tam, jaz tukaj, ker dejstvo je pač, lepo je spoznavati ljudi, lepo je navezovati stike, nismo pa vsi ljudje na tem svetu tudi ne za skupaj. Zaradi takšnih ali drugačnih razlogov in tudi s tem ni nič narobe. Dokler ne drezamo drug od drugega in si pustimo živeti, svobodno živi in pusti živeti. In dokler dojemamo, da lahko tudi zelo različne poglede na ta svet in na odnose in na življenje, do takrat je vse v redu. Ne? Tako da jaz res živim tako, da se ne vpletam v življenja drugih ljudi. Sem pa zelo tako, sprejemam. Res sprejemam ljudi, me ne zanima, kje so, kdo so, kaj so, kako se pišejo, kaj so po poklicu, kako so versko, politično, spolno usmerjeni. To me ne zanima. Pri meni so dobrodošli vsi, ki se radi družijo, ki imajo radi mojo energijo, mojo glasbo, z veseljem in življenje, široko objem dam vsem in tako je lepo živeti, no, vsaj zame. Da si me spomnila na en dogodek, ne? Omenila si, kako je Karlo reagiral, pa ti je rekel, mami, pa se ne rabiš lasulje. Koliko je bil star takrat? Ja, prvi razred. 6. Prvi razred, no. Naša Sima je bila takrat isto stara, po moje prvi razred je hodila. Kjer letnik je? 2010. Aha, ona je 2010, ja. 10, ja. No in tistega 2018, ko so mene malo nasadili, 2017 na medije nasadili, pa na Pop TV, pa tak dalje, ne. Okay. So bili kar taki hudi časi, ampak ta stavek, ki si ti povedala, da ni važno, kaj drugi mislijo o tebi, ne, to je tako, da bi jaz rekel, da ga bom že zaščitil. Ne. Jaz sem ta mala dva programiral od prvega dneva starosti, Ja? ki sem njima pripovedoval pravljico o Pepelki. Ne. Sem nekako skril to besedo noter, ne, ker so Pepelko kao zaničevali in potem je ptičica prišla, pa je rekla Pepelki, Pepelka, ni važno, kaj drugi govorijo in mislijo o tebi, važno je, kaj imaš ti zapovedati in kaj ti misliš o sebi. In sem to vedno njima skušal povedati, ker vem, ker to je največja stvar, s katero se ljudje obremenjujemo. Ali kaj bomo v življenju naredili, ali ne bomo naredili, ali bomo opustili, ali bomo sploh svoje potenciale izpolnili na nek način, je to vse odvisno od tega, kaj mi imamo v glavi, kaj bo zdaj drugi mislili. Ne? In to je bolezen številka 1, če me vprašaš. Če bi jaz imel eno tableto, da dam, Zato ne. bi rekel, da ljudje se nehamo obremenovati, kaj drugi mislijo o nas, ker bi ljudje lahko marsikaj naredili v življenju in skoristili svoje potenciale. No, in zdaj, ko si rekla, ne, Karlo, ko je rekel, pa mama, saj ne rabiš lasuljo. Jaz močno verjamem, da on videl frustracijo tole s tvojo lasuljo, gor pa dol in on te hotel rešiti. Ne. Pa mami, saj ne rabiš. Veš. Sigurno, otroci vidijo to. Seveda, pa najbrž je to vedel, ker sem si jaz vedno dala to lasuljo, tudi ko sem šla po njej. Doma je seveda nisem nosila, ne. Kaj bom imela doma, to nisem imela, ne. Ampak se pravim, zdaj, če jaz ne bi bila, se ne bi ukvarjala s tem in ne bi bila del medijskega sveta, je zgodba spet drugačna. A veš, je treba razumeti, jaz pa nisem v tistem momentu, ko zveš za diagnozo,
jaz nisem bila pripravljena, niti nisem mogla, niti nisem imela te moči, da jaz zdaj odgovarjam na veliko na intervjuje in razglabljam o tej temi in govorim prvič tudi zato ne, ker ti sploh ne veš, zakaj točno gre. Ja, A veš, prvo, to so sami neki papiri, pregled ta, pregled tu, pregled, to je en kup enih pregledov. S tistimi papiri hodaš sem tja, vrš zmeden, točno še ne veš, kam to. Pol je bila tudi sprememba v samem toku zdravljenja, ker najprej sem bila takoj poslana na plastiko, da bo potrebno odstraniti to, pa rekonstrukcija in tako, na kar so pol spremenili, da ne takoj kemoterapijo, a veš, zdaj jaz bi danes povedala nekaj, jutri že ne bi bilo, to bi bilo že nekaj drugega, bi rekla, pa tale Žagarjeva mal, ne, šank, ne ve točno, kaj govori. Ni, tudi je treba, da preteče nek čas, da sploh veš, kaj lahko poveš o tem, da se tudi ti seznaš, v bistvu spoznaš s to boleznjo, da lahko rečeš, to je bilo, tako je bilo po teh zdravljenja, tak, imam to bolezen. A veš, ne moreš kar nekaj eno na drugo govoriti, pa nekaj filozofirati, ne. Tako da iz te, tudi zato je mogel preteči nek čas in je bila tudi ta lasulja potrebna. No. A veš, zdaj, če se pa ne bi prepevala in tako, ja, bi bilo spet druga situacija. Lahko pa mogoče nikoli v tistem primeru ne bi dala lasulje na glavo, ne. Ne vem, kaj bi, če bi. Če bi, ja. Otroci imajo res nek instinkt. Takrat se spomnim, smo šla z Simo, ni želela v šolo, je rekla, da ne bi šla. Sva šla na eno kosilo in potem, ko sva šla nazaj ob Dravi, tako kot strela z neba me ustavi pa vpraša, ata, kak se pa ti počutiš, ko o tebi govorijo na televiziji? A te vprašala, kaj si rekel? Pa sem rekel, odvisno, kaj govorijo. Sem rekel, če govorijo laži, pa grde stvari, pol se ne počutim dobro. Ne? Pa pravi ona, jaz sem pa tako ponosna. Ne, pravi ona, vse veš, ata, ni važno, kaj drugi mislijo in govorijo o tebi, važno je, kaj ti misliš o sebi. 7 let stara. Vsaka čast, bravo. Nora. In ona ima to že not. No. Inkorporirano. Ja, čeprav zdaj to v srednji šoli, kaj v prvem letniku je kar fejs doživljala take stvari, ne? Ker marsikaj ljudje vejo povedati o meni, ne? Pa o starših teh otrok. Ne? Če tako si rečeš, le to je vedno bilo, je in tudi vedno bo. Jaz mislim, da se tega nikoli ne bomo znebili. Če si medijsko izpostavljena. Tako smo, ljudje smo različni, a veš, tako je pa dejstvo, da vsi ti komentarji, pa vse laži, ki tudi pridejo iz slejno, vse sovražno nastrojeni, žaljivi komentarji in to ljudje počnejo zaradi pozornosti. S tem res hitro prideš do pozornosti, ker je žal tako, da lahko dobiš na neko objavo 100 krasnih komentarjev, spodbujajočih, pozitivnih, pol bodo pa 3 zelo grdi, ja pa boš odgovarjal točno na one 3. Ne, ko bomo to začeli spreminjati, z tega sem že zdavnaj spremenila, da odgovarjamo na onih 97 pozitivnih, pa tudi če samo na kratko, samo en strček stisneš ali pa neki, takrat se bo mogoče začeli kaj spreminjati. Dokler imajo pa največjo težo in pomen in vso pozornost tega sveta ti negativci, se bo pa težko kaj spremeniti. Kaj je bila največja laž, ki si jo čula v sebi? Kaj je bila največja laž? Največja. Pa dobro, napisano je bilo veliko. No. Od nekih banalnosti že pred leti, ko sem bila še tako mlada punca, da sem že poročena, da imam že otroke nekje, pol imela sem istočasno tudi že 2 moža na enem koncu Slovenije, pa na drugem, pa, mislim, to so te neke tračarske brezveze. Dobro, pol pozneje, ko je šlo za to resno zvezo, so bile tudi laži vmes. Ne vem zdaj točno, ne moram se točno spomniti, no, ker je bilo dosti napisanega, ampak ni mene to nikoli dotolklo. Tle not, tle ven, kaj pišejo, vedno bodo neki pisali. Ne? In se s tem nisem obremenjevala, ker nisem tak tip človeka. In jaz recimo lahko vse preberem. Jaz lahko, in tudi preberem, to je moj hobi, berem vse komentarje na vseh straneh, brez problema, negativne, to. Jaz imam še celo tak hobi, da si določene izpišem v poseben zvezek. Ja, ker eni so pa fantastični, eni so pa res izvirni, a je res ali ni. Da se nasmejiš iz srca. Enkrat je kako je že napisal. Tale Tanja Žagar ima pesem Tiho, tiho čas beži, pa tiho teče Sava,
naj že enkrat utihne še ona, veš. Zdaj sem se rekel, pa kje, se spomnil, ne, v glavnem. Hočem reči, ja, z negativo zelo hitro prideš do tega, da se vse vrti okrog tebe. Ja. Jaz pa tega ne pustim. Pri meni ni prostora za takšne, prostora je za ljudi, ki so spoštljivi. Jaz ne govorim zdaj o tem, da more tebe nekdo pa meni samo hvaliti, pa bravo, pa super, pa aplauz, pa vse. Daleč od tega, kar se lahko zelo narobe razume. Ne. Izrazi svoje mnenje, tudi če ti ni všeč. Nič narobe s tem. Spoštljiv, normalen, človeški, kulturen način, ker obstajajo zelo normalni izrazi tudi za izražanje nečesa, s čimer se ne strinjaš. Ne? In vse to, kako se mi obnašamo in kako mi komuniciramo, je zgled za te naše otroke. Ja. No, in veš, recimo iz tega, vse ima svoje zakaj in svoje zato in prednosti. To moje delo, ki je že od malega povezano z vsemi temi bombardiranji, tudi sovražnih komentarjev, žaljivih komentarjev in tako, in norčevanjem in tako, je pripeljalo do tega, da sem se jaz zelo hitro zavedala, ko bom imela svoje otroke, glavna stvar, ali pa ena od glavnih stvari, ki jaz hočem te mlade ljudi jim uliti to, jih naučiti in jim dati za življenje, da se nikoli iz nikogar ne norčujejo. Pa ne glede na vse, ne glede, za videz, za kar počnejo, da se ne bodo norčevali. In to sva res pol od začetka midva to delala, veliko smo se na to temo pogovarjali, zelo hitro smo se začeli z mnogimi ljudmi družiti, da sta čim več različnih profilov spoznala in tako. No in pol enkrat se s Karlom peljeva v avtu, tukaj 2 leti nazaj, 3, pravim, Karlo, neka debato sem imela, daj ti meni povej, kaj bi ti rekel, da je ena od glavnih stvari, ki bi jo midva zatjem rada tebe tako naučila za življenje. Kaj bi ti rekel, to, kar te hočela midva vzgojiti? Pa to. Da se nikoli nobenemu ne smejem, da se nikoli z nobenega ne norčujem. Naredila svoje. Mene bo se, Hvala Bogu, ja. to se mi je lepo zdelo in dobro, da mi se mi je kar milo storilo, mislim, tako kurja pot po telesu. Ne? In res skoraj, da lahko rečem, vsakodnevno imamo to na tapeti, ker se zelo hitro zgodi, ne? Lahko te to družba potegne. Ne? Se lahko mi to doma učimo, da nekdo tam se enemu zasmeje, ker ima, ne vem, pegice, na pamet govorim, pa res, lej. Ne, da to ne slišim, ker tle bi bila pa jaz, veš, to sem pa, bi pa tako zaropotala, da bi bilo kar hodo, tako zažagala. A si bila izpostavljena temu v otroštvu, šoli? Ne, zdaj tako, da bi zdaj name spravljali, pa bi jaz imela neke travme. Ne tako, ampak veš, ko sem pa mlada stopila v ta svet, so se pa usuli vsi te komentarji, ko smo bile Foxy Teens. In takrat je bila celo tista revija Antena, se spomnite najbrž. In na zadnji strani je bil celo prav rubrika, oziroma, ja, pljuvalnik se je rekel. A ja? A sem spomnila to? Ne, pljuvalnik se. Prav pljuvalnik. Vem, da je bila revija Antena, ampak pljuvalnik. No, in na zadnjih 2 straneh je bil pljuvalnik. To je zdaj Facebook postal, ne? Tako. Zdaj se je to razširilo. Takrat so bile 3 strani ali pa 2 v časopisu, zdaj so pa vse strani, ki češ. No, in torej pljuvalnik, kjer so ljudi in te mlade spodbujali k temu nastrojenemu pisanju in izražanju. In to je bilo v ponedeljkih je šlo. To sprašal v šolo, v ponedeljek je bila že revija tam in pol je bilo obdobje, ki je bilo BFM pa FT, se pravi Bigfoot mama, Foxy Teens, kjer so se kregali uni, ki so bili za Bigfoot mamo, pa uni, ki so bili za Foxy Teens. In to so si take pisali in tako žalili grdo. Le da, mislim, jaz ne bi nikoli pustila, jaz kot jaz, da bi kaj takšnega izhajali. Če bi bila urednica nekega. To ni v mojem vrednostnem sistemu, to kam to pelje, čemu je to namen. Potem se spomnimo tudi, da so bile revije, kjer so spodbujali, da ljudje dobijo denarno nagrado, če poslikajo nekoga iz medijskega sveta v stari Ljubljani, ki hod z družino ali pa pije kavo ali pa ne. Pa kaj je to? Kaj je to kot spodbujanje sovraštva in grdih odnosov? Mislim, a se razumemo. Pa jaz, da moj otrok dvigne telefon in kar nekoga hoče nekaj slikati, pa jaz ne bom povedala. Mislim, res to pa ne pride v poštev. To je katastrofa. Koliko si bila stara takrat, Foxica? 14. 14 let. Ja, 8. razred osnovne šole. Takrat je bila še 8-letka. Ampak v bistvu si bila ravno fajn odprta, da se naučiš nekih novih stvari, v bistvu, ne? Pri 14 si bila ravno fajn, ne? Da vidiš, bila si postavljena že vse normalne. Ja? Čeprav verjetno je bil šok.
se sreča z enim svetom, ki je čisto drugačno deluje, še posebej, če si ženska. Kako ste se to združile, punce, kje ste se spoznali, kdo vas je povezal? To Miki je ustanavljal takrat to najstniško skupino in smo mi postale Foxice, bile smo stare od 12 do 15, Mirna je bila najmlajša, je bila 6. razred osnovne šole. No, ampak tlele je pa res Miki odigral glavno vlogo, ker nam je vedno tako realno vse povedal. Tlele ni bilo nič buci, cuci, muci, ujčkanje gor dol, pa ve najboljše, pa ve najlepše, pa ve nič tega. On je nam direkt povedal, kaj bomo v tem svetu doživeli, na kaj moramo biti pripravljeni, vse je pasti, ker je tudi sam bil izvajalec. On je bil tak najstniški izvajalec tudi za mlado populacijo delu in je že sam na sebi občutil, kaj to prinaša in je se prav teh iz svojih izkušenj lahko tudi nam povedal in nas na neke pasti pripravil in opozoril. Jaz sem to vedno poslušala, spremljala to velika ušesa. Jaz se res poslušam ljudi, ki mi govorijo. Zelo poslušam. Jaz rada govorim, nič ne rečem, ampak še rajš bi pa lahko rekla, da poslušam. Se takrat največ naučim. No. In potem smo mi nekako to tudi kot mlade znale prebrodati, pa bile smo 4, pa vse nam je bila bolj zabava, pa razvedrilo, to je bilo za nas žurka, smo tudi malo bolj na tak otroški naiven način vse to dojemali, a ne. Ja, je bilo pa treba znati to prenesti. Kje je bil prvi nastop? Diskoteka v Trebnjem je bila, ne. In tak nastop je bil v diskoteki v Trebnjem, drugače pa na televiziji smo bile pa takrat pri Mariju, ko smo se pojavili. Pa to je drug dan je bilo, a veš. To smo vsi takrat gledali. To v nedeljo ob 8 zvečer si bil pred TV, Zoom je bil, ne. No in si drug dan, to je cela Slovenija vedela, ti več nisi mogel nikamor, da te ne bi spoznali, prepoznali, ne. Je bilo lepo, nam se to super zdelo, mi smo bili tako veseli, otročki, zdaj pa pride, pa so ljudje prijazni prišli, pa po podpis, pa po slikco, veš, da ti to da, ne. Boost, malo ega. Seveda je, ne, komu pa ne bi, tako da Pri teh fino, letih že, ampak največja sreča je to, da sem res trdno ostala z nogami na tleh, tako kot sem prej rekla, zaradi Mikija in absolutno zaradi mojih staršev, kar sem jaz imela res doma vedno tako stabilno okolje, ker smo se ogromno prepogovarjali o vsem, vedno sem lahko vse povedala, mi smo premlevali, analizirali in moja starša sta bila vedno moja največja opora. Ne, in to je moja največja sreča, da sem iz takšnega okolja prihajala, zato sem tudi čutila in čutim še danes to, in ko me včasih vprašajo, kaj bi rekla, da je tvoj največji uspeh, ne? Pa zdaj vsak misel, pa čaka ta nagrada, tista nagrada, tisti festival. Ja, lepo je dobiti nagrade. Vesela sem jih, tudi to mi napolni dušo in srce, ko sem prejela kakšno nagrado in ko kipec skole pogledaš, tam stoji, te spomne na te lepe trenutke. Ampak najbolj ponosna sem, ali pa moja največja nagrada in uspeh je to, da sem ostala z nogami trdno na tleh. Tako jaz to dojemam. Ker ta svet te lahko popolnoma odnese. Zelo, zelo odnese in zelo premalo se govori o tem, koliko psihičnih težav prinaša ta medijska izpostavljenost, koliko antidepresivov in vsega. O tem se zelo, zelo, zelo malo govori. Tega je pa ogromno. Ja. Ja. Zdaj, zakaj? Pa to težko je, ne? Da jaz ne moram zdaj rešiti. Ampak hočem reči, zavedam se pa tega, da je zelo pomembno, ko nekdo vstopi v ta svet, kdo je takrat ob tebi, kako komunicira s tabo. Veš, kaj se zelo hitro zgodi. Če mlad človek vstopi v ta svet tako nerealno, se pravi, dajmo iti konkretno, so talentšovi. Lepo, vse lepo in prav, spodbujamo mlade, da nekaj delajo in tako. Ampak oni tukaj stopijo na največji oder in na najbolj bleščeč oder, kjer jim vsi samo ploskajo in govorijo, ne samo to, pazi zdaj, pa ti si boljši od originala, pa ti si boljši kot original. Če je GPT varianta, ne? A veš, to ni v redu. Ker v tem glavici mladi to ostane in seveda v to verjame. Seveda, se ni nič narobe. To nekdo rekel, ne? To ti je rekel nekdo iz tega sveta, strokovnjak, da si ti boljši od originala. Mislim, to vodi lahko hude psihične težave. In potem, ko se te luči ugasnejo in se ta oddaja konča, se začne pa realno življenje.
Ker moraš pa ti, dajmo reči tako, po blatu hoditi na tovornjak na oder, ne, recimo, ne. Ali pa, ko sploh odra ni, kad si tam v enem kotu, nastopaš v nakupovalnem centru, ne, pa trije ljudje grejo mimo, en se mogoče ostal, dva gresta naprej. Hočem reči, pride pa popolnoma druga zgodba in seveda je ta mlad človek zdaj popolnoma šokiran. Kaj je zdaj to? Iz tistega Kaj- velikega odra. Noben ga ni pod odrom, da bi ploskal. Kdo je zdaj, kaj se je zgodilo? In zdaj ima občutek, zdaj sem pa jaz slab, jaz nisem dober. A v bistvu ni, sploh ne gre za to, gre za mogoče napačne korake, ki so se zgodili, ne? Ali pa nekaj, kar se je prehitro zgodil in si preskočil nekaj stopnic, kar ni vedno najboljše. V življenju pa vseeno se veš, ko se rodiš, ne hodaš, ne? Puzaš, pa pol shodiš, A pa šport je podobna stvar, ne? ali pa Je špev. treba, ne, nekaj narediti za to, da pride do rezultata. Tako. In v bistvu je tudi tukaj v glasbi treba. Sej se lahko hitro zgodi, veliki hit, vsi te poznajo od danes na jutro, to danes ni težko. So Instagrami, Facebooki, to, da tvoj obraz prepoznan cela Slovenija, to ni težko. Zdaj ni več problem, ja. Ne? Ampak kako graditi, da boš ti tudi v psihi ostal normalen in se zavedal tega, kaj nekaj prehendlati s tem, kako s tem, tako, je pa čisto druga zgodba. Ne? Mislim, imaš le, koliko je samomorov, depresij, ne vem česa med slavnimi pevci, to so punce mlade in malo manj mlade, ne, koliko uničevanja, ne. Ker je to, mislim, da je to ta adrenalin pa dopamin, ko si na odru, je nor, ne. Seveda Da pa. vem, jaz mislim, težko zdaj primerjam, jaz z svojimi nastopi na seminarju, ampak ko sem hodil po Rusiji pa Ukrajini, to je bilo 10-12 tisoč ljudi na seminarju. Da si pa zamisli, ti imaš zdaj v glavi, prišli so zaradi mene. To. Mislim, oni so prišli prvo zaradi sebe, ne. Tako. A veš, ki upajo, da bojo nekaj slišali, ampak ti, jaz se spomnim, ko sem prvič, takrat se mi je cilj uresničil, pa je bilo 12 tisoč ljudi na seminarju, to je bilo 10 let po tistem, ko sem enkrat kar brezvezne stvari govoril, pa blekno, enkrat bom nastopil pred 10 pa več tisoč ljudmi. Pa se je pa zgodil tisti trenutek, ko so me napovedovali, meni so se noge tako tresle. Mene je bilo strah, ampak pol me vsi vprašali, če sem bil srečen, pa kaj, pa jaz sem bil zaskrbljen, jaz sem bil dobesedno fak, kaj pa zdaj? V frki. Jo, kaj pa zdaj? A to je zdaj to? Ja. Kaj pa zdaj pride, pogled, koliko onih tu zdaj, oni čakajo tole 3/4 ure, dvakrat po 45 minut, da mi jaz nekaj povedal, kaj če bom kaj zasral. Veš, kar naenkrat je začel dvom noter v meni, ne, a se jaz zdaj sploh zaslužim tle biti, jaz sem ipak iz vasi od 500 ljudi, a veš. Ja. Samo govor. A je meni tle pozicija, ne? Ja, A je tle meni a se zdaj- jaz to zaslužim, wow, in večkrat pa potem tudi, ne, sej, tiste napolni, ne vem, kak je ta nastop, ko ti greš pet, vse si poln, ne. Podobno, ne? Samo jaz ti povem, nekaj časa sem še bil na adrenalinu, ne. Ja. Potem sem pa bil zvečer sam v sobi. Jezus, ne. Po pa več ni bilo tako in potem sem se jaz začel znati predstavljati, kako izgleda, ne, ko greš od Shaja dol, kaj narediš, da si spet tak, ne. Če nimaš nastopa hiter, si boš nekaj pojedel, popil. Da te bo nazaj na isto točko spravila. Ja, in to je nevarno. Super tema, evo, zdaj se bomo kar nadaljevali. Jaz sem prišla do te točke, ko je bilo konec Foxy Teens. Se pravi, 9 let smo mi delali in bile zelo uspešne. Mi smo bile prva najstniška skupina pri nas. 9 krasnih, Let. takih žarečih let. Popularne najstnice, punce, oboževane. Ne? No, in potem je seveda prišel trenutek, ko smo vedeli, zdaj pa se to bliža koncu. In je Miki rekel, punce, zavedajte se, da Foxy Teens se bo enkrat to obdobje končalo, se bo izpelo, ne boste več teens, vsega je enkrat konc. Ne? Razmišljajte, kaj boste počeli potem, ker ko bo do te točke prišlo, ne bo lahko. Jaz sem to premlevala. Rekel, razmišljajte tudi o tem, če bi mogoče katera želela pol naprej, solo kariera, moja vrata so vam odprta, tako zelo lepo povedal. No, in ko je prišel dan, ja, ko smo mi rekli, hvala lepa, se v eni od televizijskih oddaj zahvale pač svojim poslušalcem, naredile piko in se poslovile, je prišel pol drug dan, Prazen. ko je bilo konec. Je Praznina. bila Foxy Teens samo še zgodovina. Bilo je, ne? Ni več. Kaj pa zdaj? Jaz sem že prej pač o tem razmišljala in sem ga tudi poklicala na en sestanek
In sem izrazila željo, da bi nadaljevala kot solistka, da se vidim v tem, da si tega želim, da imam res motivacijo, hočem delati, imam ideje. Ne? Je bil tudi vesel, ko sem poklicala, da bi delala skupaj naprej. In on je meni rekel, no, Tanja, ampak zavedaj se ene stvari. Zdaj si ti 0. Tako direktno, veš, drito. Rekel, ti si zdaj ničla. Nobenemu ne predstavljaš nič. Rekel, ti si bila res 9 let v Foxy Teens. Ja, ampak rekel, to imaš zgodbo za sabo, vse, ljudje so nas imeli radi in tako naprej, ampak ti si nič. To je bilo. Ljudje imajo svoje življenja, svoje probleme, svoje težave, svoje zgodbe. Nihče se ne ukvarja ne s Foxy Teens, ne s koncem Foxy Teens, ne s tabo, ki bi ti rada nekaj šla solo. To nobenega ne zanima. Ti si pozabljena, pozabi. Ti greš popolnoma od samega začetka. Če si to pripravljena in če se zavedaš, da boš vsaj 5 let rabila, da bo mogoče se nekaj zgodil, pol si prava. Če ne, pa rajš ne. Sem rekla, premislila sem spet, jasno mi je, sem rekla, nikamor se mi ne mudi, korak za korakom, ampak jaz vem, da sem zato, ker me to izpolnjuje, ne utruja me, nikoli me ni utrujalo, da sem med ljudmi, še rada sem to delala, spravila to energijo in sem v to šla. Ampak zavedanjem da sem jaz popolnoma na začetku rekel, veš, ta popularnost in vse to, da te poznajo, to zdaj nič ne predstavlja. Imaš pa, je rekel, eno veliko prednost, to so pa tvoje izkušnje. Teh 9-letnih izkušenj z odra med ljudmi, tega ti pa nihče ne more vzeti. Rekel, če boš pametna in prav delala in potrpežljiva, boš lahko s tem ogromno naredila. In jaz pa sem zelo potrpežljiva. In nikamor se mi ni mudilo in se mi še danes ne mudi. In tako, gradim po nekih svojih občutkih. Dostikrat je recimo tudi prišlo do tega, da bi lahko marsikaj v določenem trenutku počela. So bila vabila razna, da pa vodenja, pa to, pa ono. Veliko stvari, ki bi me tudi zanimale, nič ne rečem. Ampak, a veš, sem si vedno rekla, čakaj Tanja, vse ob svojem času, ni treba zdaj zrezek čez krožnik, ne? Dej, začni pomalem, lepo pa potem. Ne rabaš vse naenkrat, pa balon toliko napihan, da bo takoj počel. Dej, pihaj ga, v tem je što, za ta balon pihaš, pa imaš še prostora, pa bo še malo večji, in rasteš in greš gor in si srečen v tem pričakovanju in v tem hrepenenju, ne? Ker najlepše je po nečem hrepeneti. Ker več ne hrepeniš, ker nimaš želje, mislim, kaj je pol to? Jaz vedno rečem, ne za rojsten dan, ne, želim ti, da se ti izpolnijo vse želje. Naj se ti ne izpolnijo vse želje, da ti bo vedno ostalo hrepenenje. Nikoli ti ne bo dolg čas. Ja, tako je. Rada hrepenim, zelo. Kaj ste se kdaj pogovarjali, da bi šle nazaj na odre, tako kako so šle, kaj so že? Kot Reunited, Power Dancers. Power Dancer, ker meni je bilo to kar simpatično, ko so šle Power Dancerke. Lepo. Jaz sem bil toliko jezen, ker sem bil tam po Srbiji, pa da nisem mogel, jaz bi bil v prvi vrsti. To je bilo tako lepo. Če me spomni na njene nastope, pa mlado. Super so bile. Jaz sem na vdaji, ki so pristojni zdaj nastopali, ki so obudili ti, sem jih prav tako kar zaigralo mi je srce. Krasne so bile, res pa. Super, sem bila vesela za njih. No, mi imamo torej letos 30 let. Od začetka skupine Foxy Teens smo se tudi dogovarjali, da bi kakšno stvar kot neko obletnico bomo videli. Nekaj bomo že speljali kot eno praznovanje, na kakšen način še točno ne vem, ampak obeležili pa že bomo tudi tole našo obletnico. Ja, mislim, da je to kar aktualno zdaj, da tele, ki smo bili vaša generacija, da malo vas vidimo spet, ne? Ja. Bomo pa praznovali. Ker rečeš, da se niso nič spremenile, ne? To. Malo bolj lepše zgledajo. Malo bolj so izkušene. Tanja, je bila mogoče tudi ena oblika terapije zate pisati knjigo Zaljubljeno življenje? Ali pa ker sigurno je veliko refleksije, rekla si že, da si veliko pisala tudi o odnosu. Je bila ena oblika take terapije, refleksije, prav ta knjiga? Je bila terapija. To sem šele pol dojela. Sem rekla, vsak človek bi mogel sem pa tja kdaj kaj napisati. Vsak bi mogel napisati. Saj ni treba knjige, ne? Ampak tako, da si saj nekaj spomin na nek dogodek mogoče, ker se življenje toliko hitro odvija, pa toliko stvari je, pa toliko čustev, pa si tokrat rečeš, to si bom zapomnil za celo življenje, pa hočeš čez naslednji mesec povedati, kaj je bilo, ne? Pa tako, čakaj, kako že, kdaj, kaj je že bilo. Tako da zapisati si sploh ni slabo. Pač pri meni je zdaj prišlo tudi do te knjige, do katere bi lahko prišlo že vsaj 10 let nazaj, ker takrat je bilo tudi eno obdobje, ali pa rečemo 15 let nazaj, ker je bilo kar zelo
vzponu in tako dosti popularno pisanje teh knjig. In so me zato tudi na intervjujih neprestano sprašvali, Kdaj boš a boš napisala knjigo, kdaj boš. Ampak je bilo meni tako to nekaj daleč, pa sem vedno rekla, ne bom rekla nikoli, ker zaradi čenega kruha. Vemo, kako je s tem, ne? Ampak trenutno pa pač ne čutim tega, da bi pa sam nekaj delala za to, da rečem, ja, zdaj imam pa še knjigo, to pa tudi ne čutim. No, in pol sem izdala pred leti pesem Moj roman. Pol ni bilo več vprašanje, če bom knjigo, ampak če bom kar roman napisala. Zdaj, ne, kakšen roman. No, v glavnem, tudi to je šlo mimo. Na kar, torej, hotela sem povedati, da jaz nikoli nisem o tem resno razmišljala. Ne? Tudi, ker sem pomislila, ko so me sprašvali, je bilo tako, kakšna knjiga, kako to sploh človek naredi, kje začneš, kje končaš, kaj daš na sredo, kako to pojma nisem imela, zame je bila to totalna zmeda. Lani meseca maja pa jaz dobim klic Saše Britovšek iz Mladinske knjige Urnice. In ona meni reče, da je poslušala moje podcaste, prav Tanja, a si ti razmišljala, da bi napisala knjigo? Mladinska knjiga bi ti izdala. In jaz sem bila tako, Saša, zdaj ti pa povem, da mogoče si me dobila, ne, v pravem trenutku. Dej počakaj, da jaz to prespim, pa ti bom sporočila. In res sem in sem rekla, Tanja, v končni fazi, zakaj pa ne. Zdaj se je pa nabrali toliko enih zgodb, ki jih je pa res tudi vredno napisati, a veš, pa zdaj imam otročke, ne. In mi je tako bilo, pa če jaz to napišem, ki je toliko lepega zapovedati, ne. Tudi kaj malo bolj otožnega, ampak tako življenjskega, pa ko bosta zrasla, odrasla, enkrat od mami knjigico vzela, pa prebrala, pa ima bo dala za leta motivacijo, tako da to je mi bilo glavno tista sila, ki me je naprej peljala. No in sem se odločila, da bom vzela list papirja, svinčnik in prvo stran sem na roko napisala tako v trenutku, na kar sem ugotovila, da tole na roko glih ne bo šlo, ne. Sem vzela telefon, pa sem pol kar tako mimogrede, ko sva se vozila na koncerte, sva bila bolj tiho, ker sem jaz skozi pisala, prenesla v računalnik, pa ker sem otroke čakala na teh dejavnostih, popoldanskih sem bila v avtu, pa napisala, ali pa sem šla na kavico, pa sem, a veš, tako spontano, pa tako tekoče, pisala sem pa vsem. O, kot sem prej rekla, partnerskem odnosu, družinskem življenju, svoji primarni družini, pisala sem o izgubah, pisala sem o svojem učiteljskem poklicu, 15 let sem učila v glasbeni šoli v Logatcu, prej tudi na nekih privat glasbenih šolah in tako. Imam izgled tudi kar dosti takih utrinkov pomembnih. Ni to knjiga o bolezni, ker marsikdo res misli v zadnjem času, da zdaj, kaj potem sem pa izdala knjigo o raku, o bolezni. Ne, ni. Je to tudi poglavje noter, seveda tudi nekaj povem o tem, malo bolj podrobno, ni pa to knjiga o bolezni, ni to tema. Tema je življenje, zelo različna področja in zdaj sem pač res v teh letih, sem rekla, pred 10 leti bi lahko samo kot glasbena izvajalka pisala s temi čustvi, ne, pač kot ženska glasbena izvajalka, zdaj pa vseeno imam družino, sem mama, partnerica, učiteljica in tako naprej in sem nekako povezala vse te vloge, se prepletajo, moj pogled na življenje, na svet, na odnose, neka moja življenjska filozofija je v tej knjigi oziroma res te glavne prelomnice, ki so se mi pač do danes zgodile, pa so mi najbolj preoblikovale moje življenje. Veš kaj, zdaj mi je tako na pamet prišlo vprašanje, ne vem, se mogoče si kje govorila, ampak me ne zanima, ne, da mi povej, kak menedžer postane mož? A veš, koliko let je bil tvoj menedžer, ne, se je M, je tak M, ne. Veš, in potem, a veš, a se to malo že plete leta in leta, pa je bila tam simpatija, ali kar naenkrat neki klik nastane, kako se to zgodi? No, bolj podrobno bom še enkrat povedala v knjigi Zaljubljena v življenje. Ampak, ja, veš kaj, če bi meni pred leti nekdo rekel, Tanja, recimo neka vedeževalka, da bi šla k njej, pa bi mi rekla, tako le pogledala, ti boš s svojim menedžerjem in producentom si ustvarila družino, bi rekla, jaz najbrž vam grem po kakšne tablete v lekarno. tole neki ni, ne. Tam se zdaj tako malo hecam, ne, ampak bi rekla, ma nekje pa to ni mogoče sploh, kaj z vami, ne. Ampak življenje je pa res nepredvidljivo, ne. Lej, zgodilo se je, tako da je pač Miki zgodba prinesla razhod
soprogo, a ne, da je on že pač prej imel družino, ima 3 otroke, odrasle, zdaj je že 2-krat dedek. Ojoj, bravo. Ja, tako da se širimo. Bravo, dedi. In smo noro veseli. In tako, no, v glavnem, ja, meni je pa pač prinesla to, da sva, mislim, obema, da sva pristala skupaj, da so se zgodila vmes potem tudi ta močna čustva, ki so pač se in so se poglobila. Ko pridejo čustva, je to tako težko je, ne. Težko Mene je. samo ena stvar A veš. zanima. Mene vedno zanima. Ker to ne gre kar tako stran, ne? Ni gumba. Sej, če bi imel človek gumb, pa bi nekam pritisnil, pa bi izpuhtela. Lej. Ampak a veš, kako je zapojem v svoji pesmi, ne? To je eden meni najlepših verzov, ki sem jih jaz napisala. Če imel bi 2 življenji, človek bi morda naredil manj napak. A občutek, ko res ljubiš, ta občutek pa bi vedno bil enak. Ja. In to vse pove. Lepo zveni. Ampak mene vseeno zanima kraj, pa besede. Zato, ker, Skicira. ja, ona iska. A veš, ko ti reče, Lahko. kak je ta pristop? Ne, Ja, reče, a veš, kaj se a, zgodi? veš, a se tako malo dlje dotikaš? Ne, a veš, kaj glasba dela? Ti A veš, povem. pa rečeš, jaz bi pa s tabo nekaj imel. Ne? A veš, kaj glasba dela? Najna navada je bila, recimo, ko sem jaz pesem posnela, ne? Sva vedno, ampak to že od nekdaj, to so že iz časov takrat. No, v glavnem, da jaz vem, da je pesem prava in tako, kot jaz hočem in da gre zdaj lahko ven, smo vedno v studiu zaplesali. Vedno sva zaplesala, da vidim tempo v redu, se dobro pleše, ker ljudje na mojo glasbo vsem plešejo, ne, radi. No in pol je ta ples enkrat Trajal. naredil svoje, a veš. Sva malo preveč zaplesala, ne, na ta prav ritem. A ja, no, veš, to me zanima. Ja. Se pravi, naredila Tako sta da komad in... Ples je združil, ne, ples ne drža, ples združuje, evo, pa je bilo se kao, ups, zdaj pa tole mogoče bilo malo več kot ples, ne. Srce malo preveč nabija. Lej, tako je, življenje je to prineslo. Meni se zdi Ja. najbolj pomemben od vsega to in tega sem tako vesela, hvaležna, da imamo v tej razširjeni družini res lepe odnose. Da smo bili zdaj ravno decembra, 2 dni po Božiču, pri nas doma vsi, bivša žena s svojim novim partnerjem, vsi otroci s svojimi partnerji, takrat je bil še en vnuček, ne, še ni bilo drugega, pa jaz, pa on, pa tako, da smo res vsi skupaj najina otroka in se razumemo, preživljamo čas skupaj, se družimo, ustvarjamo lepe spomine, ker pa življenje teče dalje. Ampak v teh To je lepo odnosih je pa slišati, pač ja. vse, ne. In zdaj, tle, kaj, mislim, se mi zdi to zelo pomembno sporočilo, predvsem tudi za vse te naše otroke, 5 jih torej Miki ima, 3 odprej, 2 z mano. Zelo hitro se lahko zgodi, da v življenju, da se ne bi, ampak nikoli ne veš, da se tudi od naših otrok pride v tako situacijo, kot sta Miki in bivša partnerka. Pa da pride nek nov partner, partnerka. Ja pa dajmo pokazati, Da, ja. da smo ljudje naprej, da se ravno tako lahko sedeš za isto mizo, komuniciraš, imaš odnos, ne misliš, da je kdo za to slab. Pač zgodilo se je in če nekdo ugotovi v nekem trenutku, da mogoče kot partner ne želi več skupaj iti naprej po tej poti in če gre narazen, zato ni nihče slab. Ravno pa tako ne ta novi partner, ker pride, ker življenje teče dalje. A ne? Zato je pomembno sporočilo za te otroke, da vsi sedimo za to isto mizo. No, to bi tudi želela čim večjim družinam, pa se jih kar veliko poznam, jih kar nekaj poznam. Kakšni včasih vse en malo debelo pogledajo, kako pa, kar skupaj sta pa. Ja, seveda, zakaj pa ne? Ja. Ampak to je zelo zrelo tudi, ne? Mislim, jaz tako čutim in tako dojemam in jaz sem tudi takrat recimo rekla Mikiju, ko se je ta odnos še gradil in ko veš, midva lahko obstaneva in sva skupaj samo, če bosta vidva z bivšo ženo imela lepe odnose in urejene, če bosta prijatelja in normalno komunicirala. Sicer tudi midva nimamo prihodnosti. Tebe bo to preveč tiščalo, ne boš mogel to preveliko breme. Videl, morata imeti lepe odnose zaradi vajinih otrok, potem tudi zaradi najinih in tako, da lahko tudi midva to vezo peljeva dalje in da ta ljubezen ostaja. Sicer pa ne. Meni je bilo to pač tako jasno. To, ja. Težko bi bila z nekom, ki bi imel do bivše partnerke
problem in grd odnos in pol čez lahko njo govoril. pričakuješ isto. Ja, to jaz ne bi mogla. To je bil tvoj človek in vedno bo tvoj človek. To bo vedno mama tvojih otrok in vedno jo boš imel rad, kot mamo svojih otrok. In to morajo tudi ti otroci vedeti. Ne. V končni fazi sem jaz tudi podobno zgodbo imela. Tudi jaz sem otrok iz drugega gnezdeca, tudi moj oče je imel prej že sina, jaz imam pol brata, ki je 19 let starejši od mene. Imam krasen odnos do njegove mame. On je imel tudi do moje. Skratka, sem že imela nek tudi zgled, no, da ni zdaj treba, ne, da smo nastrojeni in sovražno drug do drugega, da ne, življenje marsikaj prinese. In nikoli ne bi rekla, to se pa meni ne more zgoditi. Ne. Kakšna je razlika danes, pa med takrat, ko si začela z glasbeno kariero, ne, zdaj vidimo, umetna inteligenca ustvarja glasbo, tekste. Kakšne spremembe ti tu vidiš? Ali je to priložnost za nekoga, ki začne, ali je to nevarnost? Ali, ne, ker danes ne vem, ravno smo se prej z Boštjanom pogovarjali, si bila gostja tam pri njem, ne, na netu. Nekdo, ki je včasih tekste pisal, ne, za glasbo. Danes AI lahko napiše, če imaš idejo, je tako? Pa lahko, ne. Koliko je to vpliva na to industrijo zdaj? Pa najbrž vpliva in bo vplivalo, ne. Ampak jaz lahko samo o sebi govorim, o drugih ne morem. Jaz si ne predstavljam, da bi na neko melodijo, da bi mi to napisalo tekst, zato ker jaz s tem, ko pišem, pa s tem, ko se usedem ob klavir in igram in skladam, grejo z mene vsa ta čustva, ki morajo iti iz mene. In moja čustva ne bodo šla, če bom jaz dobila papir pod nos, pa gor napisan tekst. Jaz moram to, kar jaz čutim, zlit na papir s svojimi besedami, da jaz ustvarjam, da čutim ta ustvarjalni proces, ker glasba so in vedno bodo čustva. Ja. Vedno. Jaz nisem rekla, da poslušalec ne more začutiti nič na pesem, ki jo sproducira. To ne, lahko kdorkoli, nima veze, robot, se vse. Ampak jaz kot pa izvajalka in ustvarjalka pa rabim to, da jaz to napišem. In je proces, ne? In je to proces, jaz se to usedem doma ob klavir, tam v dnevni, to jaz malo pojem, tako odprem okna, stežaj, da imajo še sosedi kaj od tega, veš. Dobri medsosedski odnosi, gradimo. Skratka, meni to res veliko da. In si sama ne bi želela, niti se tega, ne spoznam, če čisto po pravici povem, se ne poslužujem tega. Najbrž te marsikdo tudi bo, lej, kaj bo svet še prinesel, ne vem, vidimo, da imamo že robote za marsikaj in tako, ampak čustva si pa še vedno lahko damo človek človeku, največja. Mislim, da bo vedno več tega, zato ker en robotek sigurno ne bo tako kot Tanja, ne? Ki vidiš nekoga in nekaj rečeš in se smejimo, ne? A veš, to je tako, sej obstajajo tudi koncerti ali pa so obstajali med korono prek ekranov. Ampak ni isto, ne. Lahko je to, ampak to ni enako. To ne more biti, mi bi se lahko zdaj tudi pogovarjali, da sem jaz doma, vidva prižgeta nek ekran, jaz sem tam gori prek Zooma in to. Ne, to ni. Ampak veš, ljudje smo narejeni, da se moramo gledati takole v oči, ne. Jaz sem vedno rekla, meni je ta pogled v oči najbolj pomemben. In jaz recimo, ko pojem, ko imam koncerte, jaz gledam, najhujše mi je tam, ko so temne dvorane, pa nič ne vidiš, pa tja nekam v prazno. Jaz rada gledam ljudem v oči in pol si jih tudi zapomnim. Jaz si zapomnim te obraze. Marsikdaj je kdo presenečen, ko pol kdaj rečem, vas sem že videla, pa mislijo, da malo naklada, ne. Pol sem pa, poslušaj to, pa enkrat enemu rečem, pride en fant na podpis, jaz ko podpišem njemu tisti CD in ga pogledam, pravim, jaz tebe poznam, on tako kao, naklada, ne. Savudrija. Ti si bil v Savudriji, ko smo bile mi še sploh si ti, si nun tako, vnaprej sem bil v šoku, veš, ker to je bilo toliko in toliko let nazaj, ne, veš. Ampak meni se ti so brez vtisnil in sem se ga spomnila od takrat. Skratka, moramo se gledati v oči in noben ekran ti tega ne more dati, no. Da se spomniš to. Res se spomnim ljudi. Obraza se lahko spomniš. Ja, se pol ne vem velikrat iz kje, veš. Čak, kje že se vem. Ja, se ne moreš vedeti. Da včasih pa se vtisne, ne? Ja. Kako pa, na primer, poznamo te kot osebo, ki je pravzaprav vedno nasmejana, pozitivna, ne? V bistvu ne pričakujemo, da si kdaj slabe volje, verjetno tudi imaš taki brand že, ne, da si vedno, ampak včasih vseeno se zgodi, ne samo takrat, ko pa se zgodi kakšna huda oblika bolezni, kaj podobnega, ampak verjetno se tudi tebi kdaj zgodi, da pa si slabe volje, ne? Jaz nisem slabe volje.
jaz, to je zdaj tako težko povedati, ker bi kdo mislil, pa kaj nisi slab. Tako, jaz sem odraščala s staršema, zdaj boste razumeli, kaj hočem povedati, ki v nikoli v življenju, ne očeta in ne mame, nisem slišala reči, jaz sem slabe volje. Jaz nikoli nisem slišala reči, meni se pa to ne ljubi. Jaz nikoli nisem slišala reči, kakšno slabo vreme, ta dež, nikoli. Mislim, to je neverjetno. Neverjetno je tudi to, da sta bila oba taka, lahko bi bil eden, pa eden ne. Zdaj imamo tudi take pare, nekdo v večni optimistu. Vlečemo Jaz sta bila pa oba. In jaz enostavno tega ne znam, nisem navajena, jaz ne vem, zakaj bi bila kar slabe volje, zdaj sem kar slabe volje, danes sem se zbudila z levo nogo, pa sem kar slabe volje, dež je zunaj, sivo je, slabe volje smo. Ni v to v mene, poznam tega, no tako. In to je tudi ovira. A veš, ker jaz dolg časa nisem razumela, zakaj te ljudje, kaj si ti lahko slabe volje? Pa kaj ti manjka, pa kaj, a veš, tako, če imamo zdravje, imamo vse, vse smo lahko dobre volje. Ker sem jaz sama sebi tudi zelo odličen motivator. Jaz naravim drugih ljudi, da meni, Tanja, ti boš, jaz sem sama sebi krasen motivator. Jaz se zbudim, pogledam se v ogledalo, gremo, akcija, žagreva, znava mi dve to. Sem rekla, dokler se sama sebe lahko v zadnjo plat brcnem, sem brcala na veliko, veš, pa me bojo pa drugi. V glavnem, tako da slabe volje res ne sejem. Zdaj pa tako, spet, da se ne bo narobe razumeli. To ne pomeni, da jaz nisem jezna, razočarana, užaljena bila. To je drugo. Ampak da bi bila kar zaradi slabe volje, to pač jaz nisem. Nimam tega vseb in upam, da nikoli ne bom imela, ker s to vedrino in ljubeznijo do življenja in voljo je res lepo živeti. In ko sem videla, kako se tega lahko v bistvu nalezeš, kaj je sončen dan, pa mi zjutraj vstanemo in se rečem tako, kakšen lep sončen dan. Ja, lep sončen dan, pa tako pade dež, temno je, veter piha, je Ljubljana siva. Pa jaz vstanem pa pravim, otroci, dobro jutro, glejte, kakšen lep deževen dan. In ta mala dva sta bila najprej tako, veš. Kaj s to babo? Malo sta pogledala, in spet bilo drugič in jaz, kakšen lep deževen dan, gremo Škornje gor, dežnik, akcija, In pol je prišlo do tega, da smo vstali na ta turoben deževen dan in Marina meni, mami, lej, kakšen lep deževen dan. A veš? Ja, in to pomeni, smo jih cepili z neko injekcijo, nekaj tega pričakovanja in veselja tudi ob deževnem dnevu. Ne more vreme vplivati na to, kako bom jaz. Recimo, dobro, da sem šla na vreme, ampak tudi tako. Ja, vse tako je, večinoma so ljudje, tako smo razpoloženi, tako je vreme. Jaz vedno rečem, pri vremenu se... Ja, reči, kak si danes, vse veš, kakšno je vreme. Ja, vse je le vreme. Ampak jaz pa vedno rečem, pri vremenu se vse začne. A veš, če otrok, recimo, da 20 let živi s staršema, ali pa 25, če ti vsakič, kaj daš, poslušaš od staršev, grodnoc se mi ne da, nare bi bila cel dan kar v pižami, pa v različni internet. Ja, najbrž se tudi malo tega nalezeš, Ja, sigurno. A veš? Malo se je. Pa se spomnim, enkrat smo šli z Marino v trgovino polet, res je bil vroče, sončen dan in mi greva, obiski bodo prišli, čakamo obiske. Stopa v trgovino, to je bilo 10 minut vse skup. Nakupva, pogledam ven, lije ko iz škafa, tako lije midve brez dežnika. Mami, dež, ona se malo tako, ker je res lil, malo tako prestrašila, pač, dež je kaj zdaj, Jaz pa tako, Marinčica, še dobro, da je dež, veš, koliko je to zdaj dobro, zdaj se gremo midve eno deževno igrico. A si za to, da se greva deževno igrico? In valjda otrok takoj take oči, veš, vas motiv. Ja, igrico, super. Zdaj bova midve tle se šli iz trgovine do doma, bova iskali strehice. Koliko hitro se bova pod strehico zbuzali in bova šteli, koliko strehic bova našteli, da čim manj mokri prideva do doma. In pol bova prišli domov in bova Karlotu in Natiju povedali, koliko strehic sva midve našli. Jupi, iščeva strehice in posva te strehice iskali in se skrivali. 10 sva jih našteli in meni ta malo vsakič, kaj daš, mami, a bova iskali strehice, a greva strehice iskat, a veš? Kaj bo fajn. Pa je že neko dobro vzdušje, Ja, pozitivno. Druga perspektiva. Tako da ne iščem slabe volje, jaz jo dam stran od sebe. Hitro jo jaz to, nima kaj z mano iskati, ne gre kamor če. Jaz imam čas v življenju za dobro voljo. Ja, si rekla, prej čisto na začetku, da sta ti ati pa mami vlila ta pozitivizem,
A veš, če bi mojega očeta zdaj spoznala, recimo, vidva, ne, bi vam bilo hitro jasno. On je februarja dopolnil 86 let. Ujoj, Ja, res. ja. In je, on leti, on ima krila, on ima plane, načrte, to ima, da mu jaz rečem, ati, dej, prideva zdaj do Ljubljane, a gremo v Beograd, na pamet govorim, na eno kavo, na čvapčiče, malo prespimo do jutra. Ja, itak akcija, tako je on to zabi, tako je šel. A veš, človek akcije, taka je bila moja mami, tak je moj ati, ko sem jaz trenirala takrat za Zvezde plešejo, ona dva sta takrat v Domžalah živela, mi smo malo naprej v Domžal trenirali, ampak smo vedno zvečer začeli, po 9 uri, ne, po bila enkrat ura 11, le nekje, in smo neko tako dobro koreografijo naredili in jaz sem tako želela to z njima deliti, neki nam je ratal tazga dobrega in jaz kličem, kje sta, dej, mi imamo, ja, zvečer, toliko smo dobro naredili, da prijeta pogled. To sta bila od čez 10 minut že tam, vlečena to za akcijo, gledala, uživala, pol enkrat sem jo poklicala tudi, obene, pol polnoči. Če gremo na eno kavo, ne vem, sem iz Špila prišla, ne, a gremo na en drink. Ja, kje se dobimo, se že oblačva. To sta bila oblečena, smo šli, ker ni bilo nič odprt več na pumpo, veš, na sok, pač pa malo se pogovarjati. Res človeka akcije. In to sem tudi jaz, to sem tako vesela. Pol po njima, ne? Ja. Kako ste pogledali na tvojo kariero? Torej, mlada si šla v bistvu torej, z skupino. Kako ste gledali na to, da si bila mlada, da si šla v muziko, pol kasneje, ko ste končali z Foxy-Teensi, ko si šla v samostojno kariero? Kako ste gledali? Mislim, Ona, da sta meni vedno suportirata, ne? Ja, in to tako podpora, ne, vedno sta vprašala, kaj si želiš, a si to želiš, kaj bi rada. Vedela sta, da sem tako v glasbi, ker jaz sem od 5. leta v glasbi, ko sem začela v glasbeno šolo hoditi, pa sem šla na glasbeno gimnazijo, pa na akademijo za glasbo, smer glasbena pedagogika, tako da sem, moj naziv je profesorica glasbe, ne. In sem tako v tem bila od nekdaj. Vedno sta mi pa rekla, Tanja, to, kar počneš s Foxy-Teens, kariera, prepevanje, to je super. Počni to, ker si za to rojena, vidva te, rada to počneš. Ampak naredi šolo. Šola naj ti bo prioriteta, ne pusti si, da bi zaradi mikrofona v rokah, da to ne bi končala. Pridi do enega svojega poklica, ker pač sta rekla, nikoli ne veš, kaj se v življenju zgodi. Tukaj si tudi od glasu odvisna, karkoli lahko pride, ti pridi do poklica, zraven pa delaj, kar ti srce poželi, ne, čim več stvari in se uči in tako sta bila. In jaz sem si te besede zelo vzela na srce in sem že takrat pri Foxy-Teens jaz šolo to delala. In Foxy-Teens mi je bila še dodatna motivacija, ker sem vedela, če bo šola šla, bom tudi to lahko. Sem imela neštetokrat zvezke s sabo takole, ker smo se vozili na nastope. In potem tudi faks, to ni bilo vprašanje, jaz bom ali ne bom. To mi je bila prva stvar. Vse ostalo mi je bila pa res velika motivacija tudi za to, no, nič ne rečem je bila. Sem te hotel vprašati, ko si dobila diagnozo te bolezni, koga si najprej poklicala? Mikija pa Atija. Koga si najprej? Takoj sem Mikija poklicala. S tem, da težko je zdaj, ker sem bila že prej na pregledih, ko je bilo to, a je, a ni, gor, a dol, tako da teh klicev je bilo veliko, ja, pa sumijo, pa, a veš, ne, ampak ja, takrat je pa rekla, ja, to je to. Takrat sem šla jaz sama tudi, ja, ker niti nismo vedeli, da bo tako nekaj, ne. Sem pa potem takoj od Mikija telefonsko zavrtela, ja, seveda ne. Kaj pa Ati rekel? Moj ati, to bom tudi večno hvaležna, nobene drame. Nobene drame zganjajo, nobene panike, nič. Rekel, Tanči, se ti to boš, veš, se ti to boš, vse bo v redu, ti to boš, bomo pomagali, kar bo treba, a veš, pa tako. In on je res prišel, pomagal počuvati otroke. Tako je bil ves čas zraven vpet, ampak nobene panike. In to sem jaz tako rabila, a veš, tudi to, da so razumeli, dajmo mi normalne teme, vse pogovarjamo se, živimo, tukaj smo, živimo dalje. Ne, da je res skozi samo tema ta bolezen. Veš, ker tako je tema, more biti, se ne gre drugače, ne gre brez tega, ampak da se pa res ne vse samo okrog tega vrti, pa tudi ne gre, no. Tanja, kaj te je bolezen naučila?
predvsem to, da da lahko čas, ki ga imaš v življenju, zelo hitro tudi zapraviš. Mislim, lahko ga zapravljaš, lahko ga pa preživljaš. Ne? Sem rekla, jaz ga hočem res preživljati. Ne bom rekla, da sem ga prej zapravljala. Mogoče tudi daj malo, se ga vsak daj na nek način tudi zapravi. Ampak zdaj grem na to, da zelo je pomembno, s kom deliš to življenje, koga spustiš v ta svoj bližnji krog. Ker največ zapravljenega časa se po mojem zgodi zato, ker nisi z ljudmi, s katerimi si res želiš biti, ki te tudi tebe napolnijo, s katerimi se lahko pogovarjaš, s katerimi se res dobro počutiš. Meni zdaj ni problema reči, jaz imam čas, ampak zate ga nimam. Jaz imam čas. Imam 24 ur, koliko jih imamo vsi. Kaj s tem časom delam, je pa moja odločitev in jaz odločam. Hitro pride do tega, da ti kar nekdo drug kroji tudi ta tvoj čas. Ne dovolim. S svojim časom razpolagam jaz in najmanjši problem je reči, čas imam, ampak zate ga pa več nimam. In tudi to se kdaj zgodi. Torej te naučilo tudi reči ne, kaj? Večkrat ne? Ja, mislim, obstaja beseda ja, obstaja beseda ne in tudi ne moramo znati reči in s tem ni nič narobe. V bistvu je to neka lepa lastnost, ker je to iskrenost. Ne? S tem, ko jaz rečem recimo zate pa ne, v bistvu sem jaz iskrena. Ne? Veš, kaj če se družiti z nekom, ki si ne želiš njegove družbe. Zapravljaš svoj čas, njegov čas. Logično je. Ja, ne, a veš. No, mislim, res, v tem času sem začela zelo razmišljati, to je res darilo, to je največje darilo. Ne darilne vrečke, pa tole, ko greš nekomu, pa se ustavljamo v 1001 trgovini, da bomo nekaj prinesli, pa bomo vljudni, pa to, pridite k mene, nosite nič, ne zapravljite onega časa po trgovinah, pa se mi ustavljati na pumpah, da mi tisto, a veš, neko vrečko prineseš, ker teh 10 minut, ki si zapravil za to, bi bil 10 minut dlje z mano. Meni pa to pomeni, teh 10 minut dlje z mano. Veš, koliko teh 10 minut zapravimo zaradi darilnih vrečk. Sam se sploh ne zavedamo. Ker nekaj pa treba prinesti, prazni pa ne smemo priti. Jaz pridem in rečem, jaz sem darilo. Jaz sem darilo. Res je. Super. Kaj si se naučila o sebi, mogoče še v tem času, ko je prišla diagnoza? Dobro, zdaj smo dosti prej tudi že kar povedali nekih stvari, ne, da sem dojela, da sem karakterno res Močna. Res močna, da je ta optimizem res je v meni, ne samo na odru pa v prepevanju takrat, ko je tako logično, da se ne usedemo na tla pa govorimo o svojih tegobah, ne, ampak da ga žuremo. Lej, zelo globoko sem začela razmišljati tudi o tem, koliko je pomembno, da ko si z nekom, da se res tako odpreš, pa da se pogovarjaš zelo življenjsko in zelo odprto. Ker če se ti tako pogovarjaš, tudi od tega sogovornika nazaj, zelo hitro dobiš enako. In pol zelo hitro pride do tega, da nisi več pri nekih površinskih temah o vremenu in o, ne vem, nekih plehkih takih, ampak da so to res neki pogovori, ki so za da oba človeka rasteta. Meni so taki pogovori všeč. Veš, o nekih zgodbah življenjskih, o teh odnosih, ki ti si zamisliš, pa se ima najbrž prav, ali pa mogoče tudi nima, jaz pa razmišljam drugače, jaz bi pa drugače reagirala, ali pa bom isto, pa, tako, da ti dajo nekaj zamisliti. No. Tako da jaz sem, kar se tega tiče, postala še bolj odprta, pa nisem bila jaz prej zaprta, ampak zdaj se pa še bolj zavedam, ja, treba je, to je vse življenje. In kakorkoli smo si ljudje med sabo različni, smo si po drugi strani zelo podobni. V bistvu, bolj kot ne smo si različni v tem dojemanju, pa sprejemanju, pa reakcijah, pa odzivih na vse, kar se nam dogaja. Dogajajo se nam pa v bistvu zelo podobne stvari.
Sam pogovarjati se je treba, pa priješ zelo hitro do tega. Ne? Mislim, kdaj razmišljala, da bi bila motivacijska govornica? Ni rada, ker je že. Ne, nisem se... Tega se lahko tudi dobro živi. Ne? Pa Zdaj dobre stvari tudi delaš. Ne? Ja, saj so, Ker to je skozi nekaj glasbo lepega. ti ljudi dviguje, zdaj še samo beseda zraven. Zdaj sem bila v zadnjem času nekajkrat povabljena na Ja, se to določena predavanja, Sigurno boš. ja, ki so te motivacijske narave in moram reči, da mi je bilo, sem bila zelo vesela in tudi počaščena in sem se zelo dobro počutila, ker mi je fino, ker govorim iz nekih svojih zgodb, ne? Primere, kako sem pol jaz se odzvala, reagirala, kaj meni to dal, nekaj novega znanja ali pa neke širine. In ker iz svojih primerov govoriš, pol ljudje hitro najdejo tudi nek svoj primer, ki se je njim zgodil, pa povežejo pa to, tako da sem zelo uživala v tem. Ja, in vedno več dobivam nekih vprašanj, no, moram reči tudi iz strani ljudi, tako mi pišejo, če bom kdaj imela kje kakšen motivacijski večer ali pa tak dogodek. Veš, kako sem rekla za knjigo, ne? Nikoli ne reči Nikoli ne reci nikoli. In tudi ne bi rekla, zakaj pa ne? Ne, jaz to vidim kot samo eno podaljšano, bom rekel, aktivnost ali pa tvoje poslanstvo, ki jo imaš, pa že itak počneš. Ne? Zato, ker glasba je ultimativni marketing na nek način, ne? Govorništvo je pa tudi, ne? Veš, ker ti pa še znaš pet, ne? Veš, a si zamisliš tvoj nastop, ki je v bistvu glasben, z neko pesmijo, pa ga poveže z delom motivacijskega govora, ki vlije. To je taka kombinacija. Mislim, to bi bilo škoda tvojih darov, ki jih imaš, da ne bi to počela. Ne? Glede na to, da si v osnovi pozitivna. Ja. Že se mi zdaj tako, kako lepo veš, pogovarjati se je treba. Ne. Zdaj se mi prav sta mi vlila neko spet novo razmišljanje, pa mogoče je ta pogovor zdaj več kot samo pogovor in mi je dal neko, veš, odskočno desko ali pa idejo za neko napredek za nekaj drugega. Bravo, ful lepo. To je Hvala, samo res. en korak naprej. No. Ja, Mislim, jaz vem, da marsikdo se v tem ne vidi, pa gleda na to, da pač ti zdaj moraš biti rojena nekaj v tem smislu, ali pa, ampak to je, bom rekel, nekaj, kar lahko ti počneš naslednjih 50-60 let. Ne. mi je všeč, da si rekel vsaj 50-60, ker o manj se sploh ne pogovarjam. Realno. Drugač bi od mize vstala, če bi rekel več. Realno, ne. Ja, je lepo, mislim prav tako spodbuda zdaj, to mi je pa všeč. Šarac, menedžer, razmišljaj. Ne, to je 100%. Mislim, Kalkuliraj. glej, danes ljudje v tem svetu, ki je, rabijo nek glas, ki ga slišijo, pa ga imajo mogoče v sebi, pa so nehali ga poslušati, ne? Rabimo zunanje impulze, rabimo nekoga, ki deli ta optimizem, tudi nauke, ne? Zdaj pač pri tebi je treba, bom rekel, tako kot ti pesmi napiše, zdaj je pa treba iz tega tvojega lajfa najti življenjske nauke, ki pa so sigurno, ne? In jih lepo zapakirati v en taki keynote speech, in teh konferenc imaš po Sloveniji ogromno, ne? Ko iščejo nekoga, ki bo malo dvignil ali žensko publiko, ali pa tudi ostalo publiko. Ne? Pa tudi ti si pripravljena povedati, ne? Ker ti si zelo težko temu šla ven, ne? Iskrenost, ne? Je danes Ja. wanna be pri nekaterih, ne? Pri nekaterih je pa zelo naravno. Tako da, Biti ko boš, iskren. ko boš Ja, prvič, govoriti o ko boš težkih. prvič povabljena, ne, na govor, pa ko boš zaračunala, se začne. Aha. Lej, Ne? to pa zdaj. Zato, ker Nova pot. vem, kako razmišljaš zdaj, pa kako drugi. Ne? Jaz pojem, pa me plačajo za to, zdaj bom pa šla govoriti, tam bo pa vse free. Ne bo vse free. Ne? Jaz verjamem, da lahko za govor dobiš 2-krat več plačano, kot pa za nastop. Zdaj smo zašli v hude teme, mislim, to je zdaj že pa res tako poslovni načrt, skoraj, veš. Ja, Ne, se super mi je, mislim, lej, poslušaj, taka všeč imam, se sem ti rekla, da poslušam ljudi. To, da meni ne gre kleno pa tle ven, ampak bo Jaz ostal. prvi karto kupil. Bo ostal. Kar si rekel, prvi bo karto kupil. Ja, sekaš. Torej, zdaj začnemo pripravljati motivacijski. Ja. A veš, No, dogodek. eno izmed mojih poslanstev je to,
Zdaj, če ti ne bi še imela knjige napisane, verjemi mi, da bi te spodbujal, da je napišeš. Aha. Ker moja filozofija je, da vsakdo bi mogel napisati knjigo. Aha. Pa magari bo 10 strani, 20. Lepo. Zakaj Bravo. ne bi? Vsak ima eno modrost v sebi. Vsak ima eno bolečino v življenju, eno zgodbo, ki je bila za njega najtežja v življenju, pa je mogel nekako premagati. Kako je premagal? Pa če bi samo nekdo iz tvojih bližnjih, otroci ali pa prijatelji bral to, bi dobil en nasvet, pa bi rekel, hvala lepa, to besedo sem danes rabil. A veš, da sem si jaz tudi takrat rekla tako, če samo moja 2 otroka, pa moj Miki, Točno. pa moj ati, da samo Berejo. oni preberejo to knjigo, Ja. je ta knjiga dosegla svoj namen Točno to. in sem jo mogla napisati. Točno to. Točno to mi je šlo čez glavo. Ja. Super, če bo še kdo drug, pa... Po mojem bo jih več kot 4 ljudje. Ja. Ja. Zdaj pa še vidva. Ja. Tako da pol pa, ja, safe. In tako in tako širimo nekaj pozitivnega in to svet rabi. Rabimo vsi to pozitivo. Tako ali drugače, res jo rabimo. Nujno. Zanimivo, ne? Ja. Lepo. Sporočim, ko bo datum določen. Landing page. Landing page. Veš, kaj se mene zanima, a si se ti naučila tudi, kaj te je ta mogoče bolezen, pa ta huda izkušnja naučila še o, prej smo o tebi, kaj pa te je naučila o ljudeh? Vem še, ja super, to vprašanje je zdaj nekaj zelo pomembnega mogoče in o sebi in o ljudeh. V eni točki sem se jaz zavedla, da Tanja, če ti ne boš sama nekaj naredila, boš ostala sama. Se lahko zapreš domov, sedeš na kavč in ostaneš sama brez socialne mreže. Zato, ker sem dojela, da ne zato, ker bi bili ljudje slabi, zlobni, nesramni, daleč od tega, ravno nasprotno, ker so v bistvu v redu, dobri in sočutni in ne želijo odrezati, se raje v takih situaciji malo potegnejo nazaj in umaknejo, kot da bi zavrteli telefonsko številko, ti nekaj rekel, te nekaj vprašali, raje stopijo nazaj in čakajo trenutek, da nas bo življenje na nek način spet nekje skupaj povleklo, pa bo pogovor stekel naprej od tam, kjer se je nazadnje končal. Ker, kaj pa narediš? Jaz sem bila tudi iz sebe ven sem šla, ker sem bila v taki situaciji, ko sem zvedla za bolezen ene punčke, človeka, s katerim sem včasih sodelovala, ampak sem druge zvedla. A veš, in v tistem trenutku sem hotela zagrabati telefon, da pokličem, in tako sem dala stran in sem rekla, Tanja, ne moreš tega narediti, to ne gre tako. Kaj pa rečeš? Kaj boš pa rekla? Živijo, kako ste? Saj veš, kako so. Niso, ne. Otrok jim je bolan. A boš rekla, kličem malo, da veste, da jaz vem, a boš to rekla, ja ne. Kaj sploh rečeš v tem trenutku, ko veš za neko tako diagnozo, kako reagiraš, da ne bi temu človeku slabo naredil, da ga ne bi užalil, da ga ne bi prizadel, da ga ne bi še v večjo bolečino potisnil. A veš, kako reagiraš in kaj je prav? Ker zdaj pa spet smo tle. Prav je za enega tako, za drugega pa tako. Ne veš pa ne, ker smo si toliko različni. In potem sem si jaz rekla, lej ti takrat, no, da to končam. In pol je minilo nekaj časa, ko sem dala jaz tisti telefon stran, mene pa to žrl. Ne moram se delati, da nič ni, to ni prav, dej, vzem telefon, poklič nekaj, že rekla, pa mine nekaj časa in sem rekla, zdaj pa dost. Telefon bom vzela, poklicala bom, kar bom rekla iz srca, nekaj bom že rekla, ko bo dvignil. Če bo dvignil, bo pomeni, da je pripravljena na nek pogovor, če mi pa ne dvigne, mi bo pa tudi dal vedeti, pa če me ne pokliče nazaj, da ne bi. Jaz pa vsiljiva ne bom, da bi zdaj spet še klicala, pa to pa ne. Dvignil mi je, pogovor je stekel, lej. Midva sem se pogovarjala pol ure, razumeš? In jaz sem kar zadihala takrat in smo se takrat spet povezali in se tudi družimo in tako. No, in sem rekla, tudi jaz moram zdaj narediti to, ker ljudje ne morajo, niso v meni, ne morajo oni vedeti, kaj jaz hočem. Bodo šli drugače vsi stran, samo da mi ne bi slabo naredili. Ne? Reka, jaz bom kar vsakmu povedala, tako, da imam pač raka, a ne? In da se zdravim in potem kogarkoli sem srečala, sosede, znance, tudi iz glasbenega sveta, ali pa novinarje, ali pa glasbeni kolege, jaz nisem nobenemu rekla, da nič ni, ali pa da, kaj novega je nič, je kako, ne? Jaz sem vsakmu rekla, veš kaj, sem na zdravljenju, imam raka, imam kemoterapije, vsakmu sem takoj povedala
in sem videla, kako je šok to za marsikoga, ker sem jaz to tako neposredno in nekaj je rekel, pa Tanja, ti to tako poveš, kot da si rekla, grem zdaj po nove čevlje v trgovino. Pa sem rekla, veš kaj, jaz pa čutim, da moram tako reči, ker če jaz tako rečem, je takoj nek šok, ampak se pol tudi vidijo, da ok, da nimam s tem težav. Da boš to rešila. Ja, da bom to rešila in sem hitro dojela, da tudi moram to rak čim prej reči. Ker bolj, ko se oddaljuješ od te besede, bolj je zoprna, bolj boli in pol mogoče se najrajš, kar ne bi rekel, ampak raka imam, to je dejstvo, a ne? In sem to pač tako povedala. In ker sem to podrla, to blokado, kaj je bila, ne? So se pol tudi ljudje hitro odprli in se je pogovor stekel, ko so videli, da nimam te zapore in so se pogovarjali, kako se počutiš, kaj pa zdravljenje pa to. In smo se začeli pogovarjati in meni je to odgovarjalo. Ampak, kar je treba poudariti, to ni prav, to je moj prav. Nekdo čuti pa drugače, so tudi ljudje, ki se pa zaprejo, ki so radi sami, ki grejo, ne vem, v gost, na travnik, kamorkoli nima veze, in so pač sami in to sami pri sebi rabijo tudi tak mir. Jaz ga nisem potrebovala, jaz sem potrebovala družbo in ljudi, da sem šla lažje naprej. No. Vsak po svoje, tle ni pravila. No. Čisto na začetku si omenila eno besedo, sramota. V povezavi z boleznijo pa z diagnozo, ne, si omenila. Ne. Pa mislim, da je to po moja kar taka tema, ko nekdo, ko je soočena, pa dobi diagnozo hude bolezni, da mogoče je to še vedno neka stigma v okolju, da je to sramota, ki si pa zdaj bolan. Okay. Misliš, zakaj se to besedo uporablja? Se to ni sramota, si rekla. Če si bolan, bom kar povedala. Ja, ko včasih zna tako izpast, ker se tako, ne, veš. Ne povedati, ne. Da ne povemo, pa ja, ne. Zato sem tako rekla, če se to ni nič sramotnega, ne, da bi se človek mogel tako za tem skrivati, ampak veš, zelo je težko tle to zdaj posploševati, pa nekdo pač ne želi povedati, ima pač svoje razloge za to, da ne pove. Nekdo pove, jaz sem bila tudi v tem, kaj zdaj narediti, ne, kdaj povedati, kdaj pa je pravi čas, takoj, ne, vsak zase ve, zakaj zdaj ja, zakaj zdaj ne. A veš, res je težko tle. Vedno pravim, vsak ima svoj prav. To, kar jaz povem, kako sem jaz, to ne pomeni, da tako bi mogli tudi drugi. To pač pomeni samo, kako sem to jaz preživela, predelala in kako sem na to jaz reagirala. Ne. Prihajamo pa iz različnih okolij, imamo različne ljudi okrog sebe, ne. Zato tudi pač različno se odzivamo. Ne. Vsak ima svoj prav, res. Ja. Super, no. Torej, jaz čakam na nastop Foxy Teens. Jaz čakam na knjigo. Na predavanje. Ja, koliko imamo planov? No, planov je veliko. Pa jaz čakam še na eno oddajo. Ja. Pa veš, na kaj še čakam? Da boste tu zraven Miki sedal. A to tudi, to še pride, to ima mama še čas, jaz smo še mlada, ne? Ja. A škaj ti moram pa jaz še povedati? Ne vem, če veš, po mojem ker nikoli ni bila niti priložnost. Pred leti, zdaj ne vem točno, kjerga leta je bilo to, ampak jaz sem tako, si mi bila všeč v tistem tvojem videospotu, ko si imela belo, v belem nekem kostimu, tako čisto v belem, pa tvojo pesem, ki si pela. Spet letim nebo. Kako? Spet letim nebo. Ne, ena taka hitra pesem je bila. Una, Vedno bom ljubila te, iskala ja, sanjena. vedno bom ljubila te, iskala sanjena ine, po poti najni hodila, da bi znova našla te. Ja, to se bom iskala, moje ranjeno srce, a ne? Moj čas se ustavi. Ker sem izgubila te. No, to se jaz noro spomnim, kjerga leta je bilo to? Tanja Žagar zna tvoje pesem. To je bilo 2 leti nazaj. Ja, 20 let. Malo več. Samo veš, kaj je fora, ne? Več, po mojem, več. Jaz še nisem bila solo, veš? To smo bili še 30 Foxy let. Teens mi. 30 let. 30 let nazaj to. No, vedno, ko si bila, jaz sem tako gledala, tako si mi bila simpatična in tako s tako neko energijo, ne vem, res. In se te spomnim tem belem. Imamo podobno energijo za to. Ne? Ja, po mojem, no, to da veš. Obe dve sta atomske energijske bombe.
Veš, ampak fora je pa, da ta pesem ni bila meni posvečena, veš, njenemu bivšemu. Ja, lej. Tako je pač Ja, šlo. ampak veš, tudi tebi eno ja, pesem ja, pol je, posvetila. ne. Jaz sem pol na eni zabavi, sem se rekel, kaj pomeni, ne vem, kakšnem smislu sem povedal, ne. Ampak, a veš, da veš, da je bila pesem napisana z enega drugega moškega, pa je vseeno ti še prepevaš. Ja, Je pa ni krivo. je lej. Mora biti pa res dober komad. Mislim, lej. Ne pa fajn, a ni fajn. Je. Boljše, Vse lahko bi si jaz mislil, da je bila meni So napisana. žalostne pesmi namenjene bivšim, ne? Je. No, a ni fajn. Še jaz tudi še tiste pesmi, ki so bile pri Foxy, tin sem takrat imela fanta, pa sem njemu pela, pa jih še danes rada zapojem, a ne? Ja. Se to so pač Ma, pesmi. kaj? Kjeri komad je tak najbolj slavn od Foxy Tinsa? Jele naj pada zdaj, da je tako zim zelena, ne? Ja. To ne mine ne nastopa, ne koncerta, da ga ne bi zapela. No, daj malo zapoj, da Naj vidim. pada zdaj dež nama v slovo, naj izjuče se ne bo, ker preveč boli ljubezen in razbite sanje so. Pa moja simpatija, pa pošlji mi poljub, pa mislim, vse tega je bilo veliko. No. Tako da ostaja tudi ta Foxy Tin še vedno Ja, močno zapisan pri ljudeh, pa ti, ki so nas poslušali zdaj, pripeljejo na koncerte svoje otroke že, pa jim pravijo, tole smo pa mi poslušali, kaj smo ti mladi. Jaz sem včeraj imel eno predavanje, ne, pa sem izumil, veš, kako se reče te vrsti marketinga? Povej. Mama marketing. Ja, Ja, veš, dobro. mama me je rekla za tale komad, ne. Lepa. Ker včeraj so bili trije na seminarju, pa pravi prvi mali fant, star 19 let, prije k meni fotografira, pravi, joj, pa je rekla danes mama meni, da pa če pa Smiljan preda, pa moraš iti tja slika, ker ga moraš iti poslušati. Polje tega, tako je govorila pred mano, je rekla, a veš, jaz sem pa tvoje knjige brala, ker sem imela 13 let, mi jih je mama dala v roke, pa sem ji danes povedala, da grem na tvoje predavanje, 12 let, ne. A vidiš. Pol mi je še en fan prišel, ki je star 40 let, mi je danes mama rekla, da moram iti na tvoje predavanje. Ja, res. Trije so rekli. Sem rekel, dobro, to pa zdaj že mama marketing. Ne? Mama marketing, ja. Če ti mama dela marketing, ko Ja. poslušala tvoje komade. Ne? Ja, seveda ne. So zdaj ta moja generacija, ki ima svoje otroke in če nekdo še dela iz tvojega časa, rad poveš, ne. Ja. To je bilo pa za nas, ki smo bili mlajši pa to. No, super. Lepo, ja. Se veselim koncerta. No, ne vem še v kakšni obliki bo Ja, to. bo, pač nekaj bo. nekaj bomo Nekaj bo, ne. naredili, bomo videli. No. Tanja, najlepša hvala, ker si bila najna gostja. Vem, da bodo naši gledalci, poslušalci veliko odnesli od tega. Tebi pa vsekako želiva oba dva Smiljan vse dobro, vse lepo. Pa tudi, da bi knjiga našla res veliko bralcev in predvsem, da jim bi dala eno veliko upanje. Ker Kako življenje je lepo. res lepo, ne? Ja, najlepša hvala. Res hvala tudi za povabilo. Sem z veseljem prišla. Všeč mi je, ker je to tako sproščeno, tako življenjsko, tako pristno, to obožujem. Jaz pa tudi želim, bom rekla, s tole svojo knjigo Zaljubljena v življenje, to, da bi ljudje, ki jo bodo prebrali, pa takole zaprli zadnjo stran, ostali, ali pa da še lepše rečem, mogoče celo postali zaljubljeni v življenje. To bi bilo res lepo. Hvala vam še enkrat, pa z veseljem še kdaj poklepetamo. Je prav. Ja, hvala. Jaz pa se želim, da bi poleg tega, da z petjem navdušuješ ljudi še z besedo, govorjeno. Zato grem zdaj takoj tjale k menedžerju, da določiva plan, termin za motivacijski dogodek. Aj prav, roka tako. Ja. Hvala še enkrat. Super.